Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku. Uživo iz Metelkove je tole, če se jaz ne motim. Mislim, da sem prvič tu v teh malce strašljivih prostorih, ampak je fajn. Ne? Z mano danes je, kaj ne rečem, svetovni in olimpijski prvak slovenske grozljivke. Človek, ki si je praktično izmislil slovensko mainstream grozljivko, bi si upal trditi. Poznate ga trenutno po zelo uspešni, zelo gledani in vrhunski nadaljevanki v Metodu Tropcu, Pošast za železno zaveso, predtem seveda po filmu Idila in pa po Prekletstvu Valburge, pa še po celi vrsti kratkih filmov, s katerimi je, mislim, da po celem svetu osvojil več kot 20 nagrad, vse tako sem uspel prebrati. Torej, z mano je prečastiti, slovenski John Carpenter, Cronenberg, Cameron in Wes Craven v eni osebi. To je Tomaž fucking Gorkič. Tomaž, lepo zraven, došel v moj podcast. Ja. Sem kaj narobe rekel, kaj pretiraval, ali mislim? Po mojem si pretiraval. Se ne strinjaš s tem, mislim? Mislim, strinjam, ne vem, jaz vse težko sodim. Mislim, to je bolj na ostalih. Ok, glej, vedno se mi zdiš, zdaj se že tretjič, mislim, da se takle srečava, enkrat v eni moji drugi vdaji, pa enkrat mislim, da sem bila online. Ta boljše stvari mora biti vedno trikrat, jaz pravim, ampak vedno, ko te gledam, pa tudi zdaj, si tak en skromen, miren, tih fant, kot da se dejansko ne bi zavedal, da si dejansko vendarle naredil velike stvari v slovenskem filmu. Kak je s tem? Dobar, mislim, to zdaj, če nekaj narediš, še ne pomeni, da si zdaj boga za jajca prejel. Ja. Glede na to, da si rekel, da je to brez dlake na jeziku, se lahko lahko preklinjaš. Mislim, ne vem, pač nisem tip, da bi se nekaj izpostavljal, kaj preveč. Ker tako se moraš izpostavljati, naprimer, pač v tistem trenutku, ko to delaš. Ne rečemo, to je taka stvar, ki je zdaj delala neke vrste izpostavljanje. Tako da mi je to čist dost. Zdaj pa, da bom po cest hodil pa govoril, to sem jaz, pa nisem. Ne še. Počakaj še. Kaj pa misliš, če bi naredil en tak res orjaški hit, ne vem, svetovni hit, pa da bi te cel svet poznal, bi enak takle ostal? Ne, pa vete, pa meni gre to malo pa je. Mislim, da je. Da te ne bi spremenilo. Zato, ker koncev z vsemi temi filmi, pa vse to sem jaz v bistvu kar lep del sveta že prekruzil. Pa tudi filmi so bili, rečemo, na teh nekih A-festivalih, kakor se jim reče, in sem tudi, ne vem, spoznal neke te A-ljudi, pa mislim, da me to ni čisto spremenilo. Ok, če smeva, Tomaž, začeti z aktualno stvarjo, to je seveda ta nadaljevanka o Metodu Tropcu. Jaz bi za začetek, če smem, prebral svojo recenzijo. Prosim. Ti poslušaj in uživaj, ker te namreč hvalim. Ni drugače, tako da bom prebral. Predno ga vprašam, bom zdaj tole si vzel čas, ne pazi zdaj. Tomaž Gorkič, svetovni prvak slovenskih grozljivk. Če ste videli Idilo in Prekletstvo Valburge, potem veste, kaj mislim. Nas tokrat pelje v drobovje največjega, najbolj slavnega, najbolj zloglasnega in najbolj nevarnega slovenskega serijskega morilca Metoda Tropca. Briljantno ga po vsebi požre, razžre in pogrize svit Stefanija, ki je v svoji krušni peči zakuril 5 svojih žrtev, katere je predtem seveda zvabil k sebi domov in jih zverinsko zadavil. Klasični psihopač, po vzoru ZDA, le da je živel za železno zaveso, kjer so mu zaradi delinkventnih pizdarij možgane scvrli z elektrošoki in ga še bolj zjebali. Trobec je temna stran slovenskega DNK-ja, strah in trepet 70-ih in naša najbolj temačna zavest, ki nas potihim še vedno preganja. Sicer pa, jebeš narod, ki nima vsaj enega velikega serijskega morilca, mar ne? Drži Gorkič, ta, ki tu sedi, ki je svoj kratki film o Tropcu posnel že leta 2019 in sva ga ponosno zavrtela v moji takratni TV vdaji, kjer je sanjal, da bo nekoč vendarle uspel posneti še celovečerca. Pazi to, glavno vlogo je igral Luka Cimprič, ki zdaj v novi seriji igra modela, ki v glavo jebe Tropca. Se Tropca zdaj loti v vrhunski 6-delni seriji, ki je vsekakor na nivoju Netflixovih norijo Edo Gainu, Tedu Bandiju in bratih Menendez, saj prepriča z izjemno atmosfero, izvrstnimi igralskimi kreacijami, mamo
igra Saša Pavlin Stošič, nasilnega kmeta Marko Mandić, eno izmed žrtev Karinko Mlanec, pokvarjenega sodelavca pa Sebastian Kavaca, neverjetnimi kadri za tohlo fotografijo in za vsem tistim, kar mora imeti vrhunska serija o psihopatu, ki ni bil zgolj navaden serijski morilec, ampak eden najmračnejših simbolov slovenske kriminalne zgodovine. Fucking pošast, ki je med letoma 76 in 78 ubijal ženske, njihove ostanke pa skrival in sežigal na domačiju Doleni vasi pri Polhovem Gradcu. Prav brutalnost teh zločinov je njegovo ime zavedno spremenila v sinonim za grozo, sprevrženost in popoln razpad človečnosti. Po aretaciji leta 1979 je bil, kot veste, obsojen na smrt, a je bila kazen pozneje spremenjena, zato je do konca življenja ostal v zaporu, kjer je leta 2006, hvala Bogu, storil samomor. Trobec je bil ime, ob katerem je Slovenija obnemela. V času, ko si nihče ni predstavljal, da lahko takšna pošast biva med nami, je povsem mirno živel dvojno življenje in za zaprtimi vrati ustvarjal pekel. Njegovi zločini so seveda pretresli celo Jugoslavijo, ljudje pa so prvič začutili, da največja groza ne prihaja iz filmov, ampak iz sosednje hiše. Ko je policija razkrila resnico, je sledil šok brez primere. Trobec ni postal le morilec, postal je sinonim za temo, ob kateri še danes zaledeni kri. In vse to je Gorkič v svojo kamero ujel kot za šalo, ter nam v faco butnil verjetno najboljšo slovensko serijo vseh časov. Prav imate, najbolj fascinantno pri tej seriji je dejstvo, da ne deluje kot cenena rekonstrukcija zločinov, ampak kot psihološki spust v glavo človeka, ki je izgubil stik z realnostjo, čemur botruje tudi alkohol. Gorkič ne stavi le na šok, ampak na tesnobo, nelagodje in občutek, da se zlo lahko rodi kjerkoli, torej tudi sredi povsem običajne slovenske vasi. Prav zato serija deluje tako močno, prepričljivo in učinkovito. Ja, me veseli, da ti je bilo všeč. Lej, jaz bom rekel takole, da te izzovem zdaj. Jaz sem bral par komentarjev na teh raznih forumih in mnogi so jo tudi kritizirali, pa sem se celo skregal z njimi. Jaz sem se rekel, tole pa ne. Rekel, prostite, zdaj ste neumni, ne vete, kaj ste gledali, ampak ta serija je res dobra. Si kaj čekiral odzive? Mislim, odzivi so prihajali tako različni, se nam tudi rečemo, maile na produkcijo razne pošiljali pač te neke žaljive, da temu tako rečem. Ampak to se meni zdi, rekel, pač v družbi normalno. Pač ni vse za vsakega, seveda enim ni všeč, drugim je všeč, tretji so pač čisto indiferentni. V bistvu najhujše bi se mi zdelo, da bi bili vsi indiferentni. To se mi zdi, da je za avtorja po moje najslabše, kar se lahko zgodi, da gre to pač mimo, pa da se to nobenega ne dotakne. Važno je, da se te dotakne. Zdaj se te dotakne tako, da pač se razburjaš, pa ti je to slabo ali grozen, ali pa da ti je pač všeč. Mislim, seveda je boljše, če ti je všeč, ampak glede na to, da je na to taka tema in taka vsebina, ne more biti to vsakmu všeč, ker pač nekdo je to videl kot, ne vem, glorifikacijo tega. A to so učitelji, to so te? Razne stvari, pa naslov jih je motil, pa zakaj sploh to delamo in pač tako je, ljudje smo si različni, in je, ne vem, pri vseh stvari, ki jih jaz delam v življenju, je zmeraj tako. Ker veš, če smemo skočiti, meni je zanimivo, ko sem bral pač te določene odzive. Pardon. Upam, da ne kliče Trobec, zvonjenje je že tako. Sem bral to, mi je bilo res to zanimivo. Posnel si film, mislim, nadaljevanko o psihopatskem serijskem morilcu. In eni ljudje so se obnašali, kot da prvič v življenju gledajo nekaj takšnega, torej, da mora biti vse pozitiva, komedija, vse en gor tja. Niso bili navajeni, morda ne vem, v slovenščini take serije, ker jaz sem se spraševal, da niste gledali nič, nobene grozne, grozljivke ali nečesa, da so bili tako šokirani, kaj se zdaj to RTV Slovenija gre s to serijo. To mi je bilo zanimivo. Ja, pa se eni ne gledajo takih stvari. Eni pač rajši gledajo, ne vem, pač te neke romantične komedije. Pa če sem iskren, jaz osebno mislim, da neke te romantične komedije, ki prikazujejo neko tako dejansko nerealno življenje, pač ne vem, ljubezen na celem svetu, ne vem kaj, in doskrat ti ljudje pa o tem zares verjamejo to. Je še hujš kot to, Ja, dejansko, zato ker potem to iščejo in tega ni. In so potem razočaranja v življenju lahko zelo huda, In tako pač
In Tomaž, zakaj me to trobec? Vem, da si takrat pred leti, ko smo se prvič o tem pogovarjali, vem, da si želel posneti film takrat o tem, ne? Celo tisti kratki film si mi takrat predstavil, pa je potem nikamor ni se to premaknilo. Odkot ta fascinacija s tem trobcem? Mislim, vem, imaš rad grozljivke, to obožuješ, kdo drug kot trobec je prava tarča za tebe, ampak si od nekdaj si želel posneti ravno. V bistvu ni zares to neka taka fascinacija zdaj glih z njim, ne, ampak pač mene zanima slovenska družba, ne, in on je dejansko pač produkt slovenske družbe in sem se tudi lotil tega na en tak način, da v bistvu se pač prikaže skozi neke podtone, kako pač lahko, ker konec koncev je to lahko bi bilo življenje čist nekega navadnega človeka, ne. In zdaj pač vsakega posameznika to v neko svojo smer odpelje, ne, njega pač nažalost odpeljati, kamor ga je. Tako da tudi v idili sem se v bistvu pač ukvarjal z delom slovenske družbe, se pravi pač s prekomernim pitjem alkohola, pa z lepo naravo, rečemo Valburga isto podoben, pač Slovenci si želimo pač priti nekam, kamor mogoče ne sodimo in smo zato pripravljeni vse narediti, pač prodati svojo zgodovino, sami sebi zbrisati. Tako da ja, da trobec je pač, oziroma štrbec, ne, če To sem mislil vprašati, no, zakaj si spremenil priimek? Prvo namerno, da je lahko kdorkoli? Namerno, zato ker se mi je zdelo zelo nekorektno, da bi trdil, da se je nekaj tako zgodilo, ker dejansko noben zares ne ve, kako se je zgodilo. Za primer, zato ker vsa ti neki arhivski zapisi, pa vsa ta neka pričevanja so v bistvu zelo slaba in je v bistvu največ tega nekega ustnega izročila, ki pa ni glih neka relevantna. Rekla kazala zgodba. Ja, ni to glih neka relevantna informacija in je težko bilo sestaviti neko realno sliko, ne. In se mi je zdelo nespoštljivo pač do vseh, ki so bili vpleteni v to, da se jih pač prikazuje na nek način, ki mogoče pač to sploh tako ni bilo, ne. Plus to, da to ni neka dokumentarna rekonstrukcija, ampak je fantazijska serija. Nekaj to vem, da so eni ljudje se neki zbunili, češ kaj si se bal avtorskih pravic, če je trobec smrten, pa si rekel, ne, to ima neko foro, je mogo umetno, zdaj si mi, nisem sam vedel, zakaj si to spremenil, zdaj vem. Rečemo nekega moralnega, nekih moralnih zadržkov. No in koliko dolg dejansko si pa raziskoval to tematiko trobca, preden si se lotil te zadeve? Pa kje se, kaj, s kom si se dobival, s kakimi, mogoče kako žrtvo, ki je pobegnala, ne vem, Milena Zupančič, vem, da je bila blizu, da bi jo pospravil, pa je uspela prav cajt nekako se zogniti temu. S kom si govoril? No? Z različnimi ljudmi, pač, ker v bistvu na koncu je dobil en tak občutek, da je tudi to vse zelo malo napihnjeno, ker konec koncev je bila ta resnična oseba, mislim, da njega so, čeprav se pravi, če so ga 48, če se rodil, pa se ga 79, ga aretirali, je bil star 31 let in se mi zdi tako, da bi mogel imeti zelo, zelo pestro življenje, da bi lahko toliko enih ljudi srečal, pa toliko enih stvari, kolikor sem jih dejansko zares slišal. Tako da je že to vse bilo malo napihnjeno, pa ne vem, razni pač arhivi, ne vem, muzeji slovenske policije, ne vem, razni te neki strokovnjaki recimo, ali pa pač neke osebe, ki so imeli nek stik z njim po neki svoji strokovni plati, ne vem, kaj sem bral, sem rečemo tisto knjigo, ki je napisal ta njegov psihiater, Pozabljene v krušni peči. No, kaj zdaj Katrina Keček, vem, da je tudi izdala neko knjigo o tej seriji, praktično istočasno je šla. 2 dni nazaj sem jo dobil, pošte mi je poslala. Jaz imam tudi, sam še nisem spel prebrati. Tudi jaz ne, ker je zdaj pač taka malo gužva. Tako da ja, no, da sem se pol odločil v bistvu glih za tega, ker v bistvu same te neke informacije niso relevantne, pa rečemo zelo veliko nekih detajlov noter, ki so pa resnični, ne, se pravi, ne vem, registrska številka na avtomobilu je prava, tak avto je vozil, ne vem, tamka bere, kaj prizor, ki se s Sebastianom Kovaco sreča, bere pač nek šunt roman, to sem ga pač videl zares v muzeju slovenske policije, kjer si on počrtval noter, kako se bo znebil žrtev, ne, se pravi, da jih bo zažgal. Tako da taki neki detajli so noter in v bistvu ta šunt roman je originalen, vem, da smo ga iskali in sem ga enkrat slučajno videl, da ga nekdo tam prek interneta prodaja v Zadru in se ga je naročil, mislim, toliko smo šli, rečemo, res v te neke detajle, da so bolj žmohni, no. Ampak
To, kdor pozna, kdor pa tega ne vidi, mu je pa itak vse. Kaj pa so bile kakšne te najbolj pretirane, mogoče stvari, ko si jih slišal, pa jim nisi verjel, oziroma si se prepričal, da niso res, oziroma kako si se prepričal, da niso res? Težko je reči, zato ker sem to v bistvu tudi že malo pozabil, moram priznati, ker konec koncev je ta proces trajal skoraj 10 let, in pol, ko sem se v enem trenutku odločil, pač, da tega več ne bom upošteval in da bom v bistvu sam to delal, pač stvari malo zbrišeš van to. Plus da on tudi na samih teh pričevanjih To posneto, kaj je prava pričevanja, so posneta ali niso? Niso posneta, ampak so sodni zapisi. In je vsakič malo, precej drugače povedano, tako da že on tudi tam lagal, no. Tako, oziroma si izmišljal, ali kako bi temu sploh rekel. In tudi ni relevantno. Ne. Se pravi, se vidi, veš, ker konec koncev bi pa rekel, glede na to, da siguren sem pa v to, da so bile skozi prisotne enormne količine alkohola, kar to je pa zelo dobro opisal, kako se je pač pil, ne vem, da se je pač mešalo vse perš, šnops, vin naenkrat. In dvom, da lahko človek tudi v takih stanjih se zares spomne, kaj se je zgodilo. Ne. Plus tudi mnenja so tudi različna, kaj se vem, en gospod mi je tam v muzeju slovenske policije, ki so se malo pogovarjali o tem, kako pa kaj, zakaj imajo rečemo toliko malo materiala, ne. In je v bistvu oni takrat to niso znali, niti se lotati tega, ne. In v bistvu je sam princip raziskovanja bil v bistvu šolski princip, ne. Ker on je pa rekel, da on, ki je bil v srednji šoli policijski, je bil to učni program, na temu so se učili. In se pravi, da te ljudje, se pravi, te inšpektori, ki so to raziskovali, dejansko zares niso imeli nekega znanja, kako se lotati tega, ne. In obstaja, to se mi zdi, da je pač precej relevantno mnenje, da je verjetno veliko več žrtev bo, kakor jih je v resnici. To sem tudi čutil, da ne bi bilo 13 žrtev, ali kaj? To je zdaj, jih niso dokazali, ne? To so zdaj neke špekulacije, ampak problem je tudi zato, ker takrat je bil tudi, pač živeli smo v Jugoslaviji, in je bila precej večja država in popis prebivalstva je bil zelo pozno narejen. Ljudje so potovali gor dol, naprimer, kaj se vem, se to tudi v seriji, ko policaj to razlaga, v bistvu je to izhaja iz neke te resničnega aspekta. Misliš, da dejansko, zdaj ko te poslušam, dejansko Trobec kot legenda slovenskih morilcev, ne, ko sem prej omenil tam, da vsaka država mora imeti enega proper morilca, če ne, ni država, ne, če se malo pošalimo o črnem humorju, ampak da dejansko mu niso dali dovolj slave, bom rekel, da je tako nekako, kot da bi ga misliš hotel malo pometiti pod preprogo. Vici so, pesmi so, ne, je Kuro, je edini, ki je videl, kak pička gori, bla, 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 ampak te uradne stvari, ki recimo pri Plutu je tega več, ker so ga že snemali, bil intervju, ne. Tu pa se mi zdi tako, si ti zdaj razlagal, da so to je zginilo, namerno zginilo, ali so res bili amateri, ki so bili šokirani, da kaj takšnega sploh obstoja pri nas. Drug sistem je bil predvsem to, se treba zavedati, pač druga miselnost. Ker s Tropcem se mi zdi, da je v bistvu ta senzacionalizem v medijih se je zares začel pojavljati, a nekaj prej tega ni bilo tako na tak način. Ne. In pa rečemo, ko si omenil Pluta, on je bil že to kasneje, ker je bilo to že v bistvu se razbuhtel v te neke neslutene razsežnosti, ki jih lahko že danes spremljamo. Pa verjetno si gledal en ameriški film, ki se mu reče Child 44. To pa si me najdel, veš? To je, tale igra, no, ne bom se spomnil njegovega imena. In v glavnem dogaja se pač v Rusiji, kjer se je tudi pojavil pač serijski morilec. In v bistvu oblast ga ne priznava in v bistvu tega raziskovalca šikanira ves čas, zato ker v raju zločina ni. Ne. Ja, vidiš, mogoče je pa to. Tukaj definitivno so bile dosti podobne stvari, ker pač ta kriminal se je pač v Jugoslaviji dosti pod preprogo pometel, oziroma največ je bilo ukvarjeno s temi nekimi političnimi zaporniki, ker je bil pač sistem je bolj baziral na neki ideološki stopni. Pa so imeli v Jugoslaviji, so imeli kakega morilca takrat, smo ga samo mi imeli? So imeli, zato ker sem tudi gledal to, kako že je bila ta kriminalna, Jožeš Marija, to mi spominja slabo, preveč mo meni stvari v glavu. V glavnem pač eno to knjigo, kjer so pač prikazovali, kaj se že vse skupaj dogaja in so bili to neki razni morilci. Mi so rečemo v Srbiji eno žensko, za katero trdijo, da je, ne vem, tavžent ljudi zastrupla.
v bistvu pač neko to babo, Ja. ampak ta je bila še v kraljevini Ja. Jugoslavije. Ne. Tako na Črnim kozam, kaj je bila ena v tujini, da ne bi tudi ena zdravnica, kaj je bila neka sestra. Ne, da ta je bi bila ena zastrupila. tak šaman. Aha, res to bilo. Res, obstajajo tudi fotografije njene. Pa da jih je 1000 zastrupila. Ja, to je ne vem koliko časa in Pizda. v bistvu so jo pol obsodili, ker je bila že ne vem koliko stara, 80-90 Ja, let. ja. Ker je bila v bistvu ena taka vaška čarovnica. Ja, v bistvu, ja. Če si imel problem, ampak ona je večina njenih žrtev so bili pač te moški, ki so doma žene pretepali. Se mačevala. Ne, te ženske so prišle tja in so rekli, da imajo problem in pa je ona pač pripravila napitek, ki je to Ja. pozdravil in je pač človek čez 2 dni umrl. To moraš tudi film posneti. Ja, okay, dobre. Kaj pa prav tega serijskega morilca? Kot je bil Trobec? Ne. To pa ni bilo, ele? To pa ne, plus to, da pri tem otrokcu je bila ena taka specifika, da on je bil zraven še kriminalc. Ne? Da ni bil Ki je samo ta ropal, ne, psihopat, pa, ja, tako ja. je. V bistvu je kradel, ne vem, izdajo se za lažnega taksista, pač nekdo, ki res ni imel občutka za nič. Mislim tako, v bistvu nobenih moralnih zadržkov, vrednot ali kaj sem, kako bi temu rekel. Sploh naprimer to, da nekoga ubiješ, ne? Potem pa v bistvu delaš še riziko, da nekaj še kradeš neke malenkosti. Ne? Ker v bistvu vse te ženske, ki so nekako povezane s temi umori, ki so dokazane, so imele pač, ne vem, tudi neke materialne dobrine. Ne? Pač, ne vem, ena je imela rečemo ključe od neke zadružne zbornice, neke zadruge, kjer se je pol izkazalo, da je nekdo prišel 2 dni po njenemu izginotju in je tam pač pobral neke neumnosti, kot so pisalni stroji. Pač tako. Iz koristoljublja dejansko tako, tudi tako, bil. ne. In je tudi rečemo eno izmed svojih žrtev, je, ne vem, imela en tak lep posnen plašč z lisičjim krznom, ki ga je potem svoji sestri podaril v smislu, da pač je bil v Italiji, pa je to kupil. Ja. Tako da je to zelo motena osebnost, no, po moje. Ampak če gledaš takrat, ko so ga že imeli, ne, dejansko ujetega na nek način, pa so ga s tistimi elektrošoki, to naj bi bilo res, to mislim, da ni izmišljeno. Ja, so tako to je piše, res. so ga pa izgleda še bolj zjevali očitno s tistim. Da je pa še slabši Pa ven. tako, ne, da v bistvu tudi obstaja neka teorija, da pač vsak od nas je lahko nek potencialen psihopat. In če se ti zgodi neka taka travmatična zadeva, ki je lahko povezana pač ali s psihološko ali pa s fizično bolečino, lahko sprošta trigger. Ne. In to so tudi takrat na sojenju v bistvu ugotavljali, ali je to sprožilo ali ni, ampak glede na to, kot sem rekel, da je bil pač to nek drug sistem, ki je pač veljal za nezmotljivega, niso mogli reči, ja, Mi smo krivi. Ne? ja, in pač seveda niso bili krivi. A ne. Zdaj, se pravim, zdaj to težko je reči, ker zato njega so na te elektrošoke v bistvu dali, prednjo on začel moriti. Ko je bil pač Delinkvent. tako, ja, in so ga pač hoteli pozdraviti na tak način, da pač, mislim, recimo, da je bila takrat to bolj mila oblika lobotomije. No. Ampak čuj, si uspel govoriti tudi s kakimi, ne vem, sorodniki žrtev, ti je to ratalo tudi? Ne. To pa ne. Ne. Hotel pa si, ne? V bistvu niti ne. Ne. Zato se pravim, že takrat, ko sem se odločil to, da je težko videti neko realno sliko, sem v bistvu pač te profile žrtve bolj sestavljal iz tega, kar je bilo rečenega na sojenju. Se pravi, da so bile pač to dosta samljene ženske, ki so rade kaj spile. Ja, ker konec koncev jih je tudi pobiral v teh nekih špelunkah. Obstaja pač, jaz vem, ki v Ljubljani so, sicer tega ni več, to zdaj so čist neke druge stvari, kaj se mala Kora bar ali pa ne vem. Tako da, kdor se spomne tistih časov, mislim, jaz sicer sem bil takrat bolj mladič, ampak vem, da naprimer, kaj jaz vem, Mercatorjev bife ali pa bife v krajevni skupnosti, to je bilo pač najhujš. Mislim pač, rekel tako, pač ljudje so tudi do alkohola imeli nek drug odnos, mislim se nam rekel, da je danes kaj boljš, danes se še drogirajo dodatno, ampak so zelo veliki pivo, ne? V bistvu pivo si spil za žejo. Če si bil žen, si spil eno pivo, mislim, kar je tako malo, in pa si bil žen cel dan in sem čez dan spil, ne vem, 10 perov. Ampak veš, kaj mi je zanimivo, ker gledam, on je šele leta 2006 umrl, zdaj pa, to je pa vendarle že samostojna Slovenija, pa takrat so že mediji napolno delovali. A je kdo z njim intervju naredil? So delali intervjuje z njim. Video intervju? Ja, kje to lahko gledamo? Je na YouTubeu to?
Anka Pirš, vem, da ga naredila Ja. za TV Slovenija. Zakaj jaz to nikjer ne najdem? Tednik. Ne vem, mogoče ti pač to ušlo. A ne. To so zihar naredili, pa tudi dosti je bilo pol teh Ko je intervjujev. bil že starejši. Ja, pa dosti so naredili teh intervjujev za časopise, ampak oni hoče, da se mu to plačuje. Za cash je delo. Ja, oni Bil hoče, da se mu zvezdnik. to... Okej, ja. Zato ne se on imel dejansko pač vse to isto, kot vsi ti ameriški, Ja. oziroma neki drugi serijski morilci. Tudi ogromno teh pisem. Oboževalk, ne? Ja, in oboževalcev, mislim, tudi prej, ko si te komentarje omenil, Ja. vidim, da v bistvu ima dejansko še dan danes zares ne? veliko oboževalcev, mislim, sploh v bistvu najbolj pogostega, kar sem slišal, oziroma zasledil je to nekaj, če baba ne drži gobec, pokliče strobec. Ja. To se mi zdi pač tako Ja. zelo žaljivo in v bistvu, da en človek, ki to napiše, se nekaj vsaja, mislim, bi mogel malo pri sebi razmisliti, kaj sploh piše zares. Če gledaš, ampak ni zanimivo, da so serijski morilci skozi zgodovino res navdušili tudi ženski spol, ne? Da so ženske fascinirane z njimi, kot veš, lepa dekleta ljubijo barabe. Ne? Da so imeli vsi te zelo glasni morilci, ki so bili tudi by the way čedni za pogled, mnogi so imeli ogromno fenic. Pa gledaj, recimo Mansona, Charlesa, res da ni nikogar osebno ubil, ampak imel je to celo sekto teh deklet, ki so ga ubogale, pa so prišli ubiti Sharon Tate od Polanskega. Ne? In kar je rekel, so naredile, se pravi, nek mesija, nek njihov bog, Jezus Kristus je bemti, pa vem, da Plut recimo se je v zaporu, se je meni poročil, nekako je vem, da je bilo, da je tudi neka ljubimka bila njegova, v glavnem, si se to vprašal, kdaj, ne? Da grejo ženske tako daleč lahko, da se zaljubijo in ratajo nore na enega takega psihopata. To pa mi je fascinantno, veš. Barabina ja, ampak ne pa serijskega morilca in imajo ogromno fanov te morilci. Mislim, to je tako, kot sem rekel že prej, da so ljudje smo vsi različni, a ne? Ja. Pač seveda pri nekih ženskah so drugačni impulzi kot pri drugih, tako da ne vem, jaz ne bi zdaj zaradi tega ljudi obsojal. Ja. Ne vem, sej lahko svašta prebereš od tega, ne vem, da se ljudje zmenijo, da bo en drugega pojedel. Ja, to je bil tak kanibal, ko je prodal glas, ne. Tako, mislim, da še glas, jaz te bom pojedel in To, dejansko- okej. in se Okej. nekdo javlja. Vse to je podobno, v bistvu, Ja, pač, ne vem, jaz sem zelo blanavate, se boš ti poročil z mano, čeprav si ne vem, kaj že ne vem, Ja. koliko ljudi ubil. Tako da človeška psiha je zelo slikovita, no? Če lahko tako rečem. Ja. V bistvu nikoli ne moreš pričakovati, ker konec koncev, zdaj sem glih opazil, da si se zdaj poročal, naprimer, ne. Ampak tako pa ne, da sem zdaj neki zelo nameren, Ja. ampak ne ti, ne tvoja partnerka zares ne veste, kaj se te po glavi dogaja. No, upam, da veva, ne. Ja, No, ampak upam, da veva, ne. Ja. v resnici ne veste. Ja, a ne. ja. Še zmeraj imaš ti neke svoje misli, ki so samo tvoje in jih vedno zase zadržiš in tako je vsak od nas. A ne. In te misli so tiste, ki pač lahko pripeljejo do nekih takih stvari, ki so nepričakovane. Pa zdaj ne pravim, da je to zmeraj slabo, lahko je tudi to dobro, da nekoga Razumem, ja. presenečeš z nekimi stvarmi v pozitivnem smislu, kot človek sploh ne bi Razumem, ja. pričakoval. Ne. Ampak glej, ti, mislim, če bi bil Trobec še živ, bi ga želel spoznati, predno bi serijo snemal, pa rekel, če v te bom snemal serijo, se lahko mi malo pomenim, bi imel to željo. Mislim, Fascinantno bi bilo, ne? Verjetno bi, ampak kot sem že rekel, jaz nisem fasciniran bil z njim to kot z neko to persono. Mene je bolj v bistvu fasciniralo to, kaj je sistem sposoben narediti, pa v bistvu kako tega noben ne opaz. Kako v bistvu smo ljudje tudi ignorantski do nekih teh stvari in v bistvu te njegove žrtve so v bistvu bile osebe, ki so hotele samo pozornost, nič drugega. In v bistvu jih je pač družba skozi zavračala, jih je porinila na tisti rob in on jih je tam najdel. In rečemo za enega takega, ker ponovadi so si ti serijski morilci ali pa množični morilci odlični manipulatorji. A ne? In če ti vidiš neko, rekel, da imaš nekega, rečemo, nekega takega psihološkega znanja, pa ne na osnovi tega, da ti si zdaj ne vem kakšni ljudje, ampak da pač opazuješ, kar se okoli tebe dogaja, lahko to izkoristiš. Zelo dober, ne? Če hočeš. Ne? Ja. Ampak glej, potem si se pa ti odločil, pač, da ne boš posnel filma in si se odločil za serijo. Ne? V bistvu se nisem odločil, da Oziroma, tako se je zgodilo pač, ne? to Pusti ali vzami, je bilo to tako? ne. V bistvu film smo toliko časa, sem se Pripravljal. trudil z njim in so ga skozi zavračali, pa mi je pa Deja Škrjanc, moja producentka, sodelavka predlagala, gre takrat, ko je bila korona,
Rekel pa, daj pa napiš serijo, se že tako cajta s tem ukvarjaš, pa materiale zihar dosti. In sem videl tako, ja, fakt, sam res, ne, zakaj pa ne bi to naredil. In sem probal, napisal, sva oddala pač na razpis in pa je bilo pa kar naenkrat to financirano. Ne, Ja, ampak vidiš. je bilo financirano tako, da smo lahko pač prvo sezono naredili. Ne, Ker vem, da v planu zdaj imaš drugo, jaz upam, pa še imaš več sezon ali dve sta. Dve. Jaz upam, da tu ne bo zdaj nehal, ne, da boš dobil denar, da boš dobil sredstva, ker to mora zdaj naprej povedati. Ne moreš tu zdaj zaključiti. Ja, ne. sej, To bi bil zločin. Ne. moja želja ni bila, da bi zaključil Ja. sam s temi financami, ki smo imeli, nismo mogli pač več narediti. In je glih tako, ker jaz imam to drugo sezono že napisano, a ne, ker v bistvu je bila mišljena, da bi bila to ena sezona pač iz 12 deli, sam pač nas to ne gre tako v viziji. Ja, zdaj bo RTV bo zdaj še v večji krizi. Ne. Zdaj boš lahko Sej, zaradi tega zdaj problem. RTV ne. v bistvu dejansko sploh ni bil financer, oziroma sofinancer. Financer je bil Slovenski filmski center. Aha, RTV je bil koproducent v smislu, Koproducent. da so nam dali pač neke materiale, se pravi, da so nam funduse odprli, kar je v bistvu tudi ogromen naložek, ker RTV ima ogromno teh stvari, res iz 60-ih, 70-ih, 80-ih. za scenografijo tudi. Ne. Ja, pa obleke, naprimer čevlje, dobiti iz 60-ih let. Ni enostavno. Ne. Ja, mislim, to je tako mission impossible. Plus to, da pri tej neki tranziciji, ki smo šli z enega sistema od drugega, je pač neka določena politična klika zelo veliko se trudila, da se zbriše ta obdobje Jugoslavije. Sicer ne vem, čemu je bilo to potrebno, ker več, ko veš o svoji preteklosti, boljši si. No. Manj, ko veš, večji idiot si. No. Mislim, po domač povedano. Ja. In je tudi v arhitekturno, rečemo, te bare dobiti, da so tako izgledali. To je bilo, ne vem, vsaka stvar, ki je bila nekaj, da je tako nekaj več starejš kot 50 let, je bil kar zelo velik. Mislim, sej to ste dejansko vrhunsko trofli, ne? Ker človek, ko gleda serijo, ima dejansko občutek, da se dogaja v teh letih, ko se res dogaja. Ne? In ne vem, če se ljudje zavedajo, ne? Da nisi ti imel zdaj tu Netflixov budžet, ne? A veš, si imel slovenski budžet, ki so tega verjetno še malo porezali, kakor poznam te zgodbe, in si mogel biti kar čarovnik, da si dejansko naredil tak nivo. In zdaj, če imel več denarja, ne vem, ali bi naredil boljšo serijo, ker je moja teorija enkrat bila, pa mi je tale naš prijatelj Dejan Babosek, ne, ki je pred časom tole Jamo posnel, grozljivko, ne, ko sem mu rekel, da je glih to fajn, ne, da nima denarja slovenski režiser, ker je poleg verila, pa se matra, je rekel, pizda isto, ki je rekel, ni res. Je rekel, ko ti snemaš s svojim denarjem, ko vzameš kredit, je rekel, ti znoriš, ti si na meji samomora, je rekel, jaz bi raje imel 10 milijonov dolarjev. Sem rekel, ne, ampak glih, zato si fajn naredil, ker nisem imel denarja, ker sem mogel truditi, pa me je prepričeval, da to ni čisto tako, jaz mislim. No, kaj pa ti misliš, da če imaš veliko denarja, zapravljaš ali... Jaz tudi mislim, da to ni glih tako, ker mi smo to serijo posneli v 20 dneh, kar je v bistvu nenormalno. 20, vseh 6 delov? Ja. Pizda. 200 minut. Mislim, to je neka stvar, ki ne more biti standard nikoli. Ja. In jaz ne grem nikoli več tako to delati, zato ker to je toliko enih kompromisov moraš sprejeti. Ne. Zdaj, boljš, ne, vsebina je ista. Ne. Boljše to, da imaš lahko ti več časa, da se lahko enim stvarem bolj posvetiš, ne da igralce, naprimer, glih v tem prostoru, kot zdaj sedijo, ker smo imeli to prostor za vaje. In jaz sem jih maltretiral 4 mesece prej, da smo imeli to dejansko zares pripravljeno, da so oni to znali. Pa tu v izvirnem grehu zdaj sedima dejansko midva. Tu se je izvirni greh začel. Je, mislim, izvirni greh. Na nek način. Kje smo pripravljali pač prizore, vse skupaj naredili. Se mi je zdelo. In je tudi v bistvu odgovarjali, da je prostor tako mečken manjši, ker so bili tudi prostori, v katerih smo potem snemali, rečemo sploh sama hiša dosta majhna, ne, da sem imel že ta občutek in v bistvu smo vse mizanscene tudi pripravili. In oni so bili pač pol ready, ne, in to je bilo pač skozi. Imamo 3 take in decid. In to je tisti največji problem. Potem jaz sem pol skozi lučkarje tam, oziroma pač direktorja fotografije maltretiral, kaj te lučkarji so tako počasni, mislim, fanti so tam švicali, kanorci, pač mi smo imeli predvidenih, a veš, za ta prizor imamo 2 ure pa pol in to moramo posneti v 2 urah pa pol. In če ni, kaj bomo pa, ne. Viš, to ljudje ne vedo, ne, gledalec gleda, če ne, viš, pa ko takle poslušaš, pizda, rečeš, je beti, ne. Zve, če ga zanima, ne, če ga ne zanima, pa je tak ne rabe. Ja, pizda, ja. Tako da, to so bili res ogromni pritiski, sploh tudi na produkcijo samo,
rekel pač Deja in Eva, ki sta bile pač Deja kot glavna producentka in Eva kot izvršna producentka, mislim, sta obolevale, zato ker so se nam take stvari dogajale. Naprimer, prvi snemalni dan, ki je bil prej ful deževje. In to hišo, kjer smo snemali, je bila res tako na robu gozda in je bila tudi bolj taka gozdna pot do tja. In pa, ko smo mi z unimi kamioni prišli in pol ful dež padel in je cesta zginila. In nismo mogli prijeti in pa je Deja to rešvala v petek zvečer, da je najdla enega, da nam je pač 200 metrov ceste dejansko naredil, da smo lahko sploh prišli. Ampak stvari so bile pol tekoče je šlo, zelo smo se pripravili na to, da smo najdli rečemo neko večjo lokacijo, na kateri smo pol mikrolokacije iskali. In je bilo, pa pre-dressing se je delal, se pravi, prej se pripravili prizorišča in pa smo mi prišli in smo v bistvu sam še mečkene detajle in smo snemali in tako je bilo. No. In to so neke stvari, ki so tudi izmučijo pol ekipo zelo, in naprimer po takim tempom delati ni prijetno, ampak mislim, da smo kar dobro naredili. No. Predvsem to, da tudi noben ni znoril tam. Ne še. Še za kom pride. Ne bo. Svit, glavni igralec mi je že rekel, da ne more dati podcasta, ker se umika trenutno malo od vsega, tako da vidiš, je že na poti, da se mu zmeša. Tako od Hitu Ledgerju, upam, da ne, Svit, če gledaš, umiri se, zdaj si ven z vloge, relax. Svit je še druge stvari delal, in je imel pač ogromno pritiska še z drugih smeri, in ne vem, pol pač ne vem, od tega, da so ga izbrali za najbolj seksi moškega. Mislim, da to še prideva, Mislim pač neke take stvari, ki mogoče človeku niti niso všeč, te v bistvu pol pač rinejo v to in pol v enem trenutku vidiš, da ti to ne odgovarja in moraš pač črto potegniti. No in ti si dejansko za Metoda Tropca dal v glavno vlogo najbolj seksi slovenskega moškega. To ste hotel vprašati, ne? Ampak Trobec je bil znan, da je potem, da je bil šarmer. Zdaj, pa če je bil pa tako lep, pa ne vem, to pa mi ti povej, kaj si glede tega ugotovil, je bil res kot čeden moški. Tiste fotografije, ki obstajajo, ko v bistvu ta najbolj znan mugshot, ki je, se pravi, takrat, ko so ga areterali, je še nekako zgledal, ker pa on se v bistvu v zaporu se ful zredil, pa začel se tudi poznati vse ta leta tega prekomernega uživanja alkohola. Tako da verjetno v enem trenutku je mogel biti, ali je mogel imeti pa saj neko tako karizmo, ker konec koncev tudi zunanji videz ni vse, mislim, se ne odloči človek sam zaradi tega. In jaz mislim, da je on mogel imeti pač neko to karizmo, vedel je na katero noto pritiskati. In kje si izbral recimo Svita? Mislim, si imel več kandidatov ali si imel njega v štartu že v glavi? Ti meni zdaj skozi, da sem jaz to vse. Jaz nisem sam. Prašam. Nisem sam delal, jaz imam tukaj celo ekipo ljudi, ki so delali casting oziroma izbor igralcev, je delala Jana Mengel, tudi moja sodelavka so že večkrat delala skupaj in so bili pač to njeni predlogi. Pol smo se seveda, jaz tudi sem dosti rečemo nek specifičen avtor, pač če mi nekdo ni všeč, ne morem delati. In ona me tudi karakterno zelo dobro pozna. In ker so bila pač par včasih leta nazaj. In zna najdeti neke take ljudi, ki ve, da se bom lahko z njimi dobro delal. In je pač za Svita, oziroma za to vlogo Štrbca, je bil kar problem, zato ker mora biti mlad igralec. Vloga sama je pa izredno težka. Ful zajebano. In je vseeno pa igralci dobivajo z leti neke izkušnje, ne samo igralci, vsi jih dobivamo z leti neke izkušnje. In jaz sem bil prvo kar malo skeptičen, sem rekel, pa Svit je tako mlad, pa on to znal, pa ne vem kva, pa smo se pa dobili, pa smo začeli vaje, pa se pogovarjali, pa se on tudi v bistvu delovni proces zelo profesionalno spustil, toliko, da sem mu že v šali enkrat se rekel, ti veš kva, sam glede na špunce začel po noč davati. No, se to sem prej rekel, ker je bil strah, mislim res, jaz pač rad gledam z tega vidika, ampak vem, da se je tako,
določeni prizori so bili res tako doživeto odigrani. Veš, Ja. da je on prav, pa glede na to, da prej ni bil znan po takšni vlogi, dejansko je res ta transformacija fizična, tudi pa ne glede maske, glede obnašanja, mimike tega, to je fenomenalno. Tudi v obrazu se vidi zelo tako, v enih trenutkih je res ta deček, ne, v drugih trenutkih je pa res ta žival. Ne. Psiho, ja. Tako, Si ga pa tudi dobro vodo, predvidevam, ne, kot režiser. Jaz sem imel tukaj 4 mesece klele vaj, od igralci, mislim, so igralci, pa do teh nekih individualnih, ker on ima zelo veliko teh prizorov, kjer je sam. Ti se bilo v bistvu najtežji za oba, ker je bilo že prav tako, a spet to. In pač uprizarjati te psihoze ni lahko. Tako da jaz mislim, da je on to odlično naredil in tudi njemu je verjetno bila to neka zelo zanimiva izkušnja za neko profesionalno karierno pot, ki mu pač še sledi. Kako bo lahko zaigral, kako je ljubimce, nežne. Seveda, vse on je to, ko sem imel na Pop TV, pa že rekel. Ta nemirna kri. Nemirna kri. On je to hkrati v bistvu to delo. Hkrati je igral, ker tam je nek šarmer, ne, v tistem tako. In me še takrat sprašval, ker mi smo ga malo prej zasedali, rekel, ker sem dobil neko to ponudbo, še s tam, a čem, a kva, sem rekel, pa vada vzem, ne, mislim, tudi je idealna izkušnja, ne, ker v bistvu tukaj se tudi naučil šaltati tega, pa puščati stvari za sabo, da ne nosiš to. Da si ti ne zmeša. Ja, da ne nosiš to sabo, da veš, da ko stopiš iz prostora za vaje, to tukaj pustiš in do naslednjič, ko pride sem tega ne dotakne se. In to je težko. No pa koliko pa dejansko, jaz vem, zdaj eno imaš to method acting, ne, ki je dosti zajebana zgodba, eno so pa zgolj igralci, ki se ne grejo tega, ampak ne vem, ko ste to se šli, ker igralci vedno so šli tako davč, ne, Denera, pa tebi zdaj pred oči pride, ko so šli, ne vem, bil taksist, pa je šel prav med prave taksiste, pa ni, ne vem, 14 dni spal, pa se je zredil, pa tako naprej. Ste se šli tudi v take norije? Ne, ali si rekel, odigraj? Pa... Ne, jaz to bom rekel tako, pač vsakmu prepuščam, da se sam odloči. Svoj sistem. Kako bo pač, kar je njemu boljš, pač ponudimo mu več različnih opcij. In tiste, ki v bistvu v njemu leži, v kateri se on tudi bolj, bom rekel, sproščeno počuti, ker vem, da bo to lažje naredil, oziroma tudi on ve, mu tisto prepustim. Zato, ker konec koncev jaz rabim pol tisti slik, ki mi je čisto vseeno, kako ga bo on vam, nisem čisto vseeno, to se zdaj tako malo slišam, ampak oni itak veliko igrajo v gledališčih, tam jih pripravljajo, gledališče je sploh taka dosti specifična zadeva, kjer grejo stvari še malo bolj over, pa ker naprimer kamera je vseeno bolj intimna, ker naprimer v gledališču morajo oni odigrati za vseh 35 vrst, ki jih imajo tam, da ga vsi isto dojamejo, pa ni važno, iz katere vrste ga gledaš, iz prve ali pa iz 32. Prej so pa skozi vsi v prvi vrsti. In je tukaj pol kdaj malo, da je preveč rečemo grimasno, zna biti kdaj, ampak to so pol stvari, ne vem, kaj sem starejši, pa bolj izkušeni igralci, sam vprašal, kakšno lečo imaš gor. Kar točno ve. Se pravi, če mi rečeš 85, pomeni, da takole. Ops, čakaj. Ni panike. Viš, ko nisi igralci, režiser. Ja. Ampak ne, zanimivo je to, ne, če gledaš, zdaj, ko ti mikrofon napadal, sem pozabil, kaj sem te hotel vprašati, si me prestrašil s tem, ne. Ampak ja, no, to sem hotel reči dejansko, ne. Luka, ta, ki je originalni Trobec bil v tem kratkem filmu, ne, je bil kaj jezen, da on zdaj ni Trobec. Ampak on je bil pa čisto drugačen Trobec, ne. Bi bil takšen šarmer pa lepotec, bi bil drugačne vrste Trobec. Zato, ker takrat, ko smo se mi dogovarjali, je bil tudi pač, da bo mogel pač shujšati, da bo mogel ne vem kaj se narediti. Sam problem je ratal v tem, ker se je toliko cajta vlekel, da on prestar rate. Da je to prestar, ja? Ja, ne, in jaz sem njega hotel v vsakem primeru vključiti. Še to je dobra fora, da je bil tisti, ko pač vemo, to je fajn, da je igral, da je notaš vedno igral. V vsakem primeru hotel vključiti v to serijo, ker on se bo tudi pojavil še pol tudi v drugi sezoni, sem ga pač vprašal, pa je rekel, valjda, mislim, super, to, da veš, da ni tukaj nekih teh zamer, veš, ljudje vseeno razumejo, da pač, ker konec koncev se profesionalno s tem ukvarjajo in verjetno to ni edina taka izkušnja bila, dostikrat se zgodi, da ne vem, nekdo zasede za neko vlogo, pa ne vem, ali film odpade, ali s producentom se ne moreš zmeniti zaradi denarja. Pa že posnameš, pa te zamenjajo, ne? Te so tudi hude, ja. Sam to pri nas
mislim, da tega ni, ker si ne more noben tega privoščiti. Zdaj pa mi poveš, predno gremo naprej. Ko si pogledal to serijo sam, kot je bilo gotovo, ne si jo zdaj gledal po televiziji spet, ali nisi hotel gledati, ali si privoščil jo? Ne, 2 dela sem si pogledal. Ja, pa si v bubu, kaj? Ne, čisto. Kako pripravljaš, da bojo drugi gledali, če si ti v bubu po teh delih? Časovno. Časovno, aha. Pa tudi to, kad sem jaz to gledal. Ja. No pa kak ti je bilo? Si rekel, aha, pizda, pa veš, da je vredno, ampak ne, kurba, tole bi mogli pa biti. To ne, ampak mi šlo pa zelo na živce, to je nek tehničen problem, imajo tam na RTV-ju, s tem zvokom. Ker mi, ki smo to delali, se je bolj ščula, kaj? Ne, pač to narejen pač v profesionalnem studiu in je narejen po pač teh standardih, ki morajo biti. Jaz ne vem, kaj se je to dogajalo in blizu tega sem to gledal, ker sem to opazil. In sem res videl, da je pač miks ne štima in to ni bil naš miks, ker so bile tudi stvari, ki jih jaz pa v zvoku nisem slišal, ko vem, da mogli tam noter biti. Imeli smo tudi podnapise pripravljene in jaz sem jim predlagal, glede na to sploh za prvo epizodo, ker je pač zelo arhaičen in narečen jezik, pa so pač rekli, da se jim ne zdi potrebno, da ne bojo dali podnapisov. Tako da so bile to neke njihove odločitve, v katere se sploh pač nisem vtikal, ker konec koncev ni to moja stvar, ampak s to zvokom sem pa siguren, da je... Mislim, ker mi smo to vse testirali, imeli smo, ne vem, pol tudi neke interne projekcije, rečemo v kinu, pa tako in so ljudje prvič gledali, noben ni imel težave z zvokom. Ampak veš, tako sem gledal tudi te dialoge, pa to se zavedaš ti, pizde, da to je res dober. Ti ne vem, ko gledaš teh serij naših, jaz jih zadnje čase bolj malo gledam, ker enostavno res nimam časa, teh komičnih sploh ne, ampak tudi slovenski film na splošno, pa serije isto, imajo še vedno ta problem, ta teatralni problem, ta nek patos, gledališče, tu pa ti dialogi tvoji in tudi v Idili, v Alburginu, vse zadnje, na kar potem prideva, lepo grejo. Zdaj si to ti kriv, pizda, da je to tako fajn štima, ali imaš neko dobro ekipo, ampak vedno, ko ti to narediš in tu pri Tropcu isto, tu so par teh dialogov, monologov, to so vrhunske zgodbe, to ni značilno za slovensko produkcijo, to moraš vedeti, ni zebancije. Jaz zdaj tukaj se ne bi nekaj ven metal, pa da sem jaz ne vem kakšen genij, pa če te dialoge naredim, pa sfiniširam jih pa pol v bistvu z igralci, ker je vedno tako, da kadar imamo vaje, a pač tudi rečem, delaj, če se ti zdi nekaj nenaravno, povej, veš, pa bomo to ven vrgli, bomo spremenili, da bo bolj naravno. Tako da jaz ne vem, vsak ima nek svoj princip, pa tudi, ne vem, jaz se nekako malo predstavljam tudi, kdo bo ta dialog povedal, ne zdaj glih konkretno, kjer je igralec, ampak pač kakšen je ta lik. Če pa to tvoja fora, pa tega drugi ne počnejo. Ne vem, se pravim, pa ne bi ti sodil zdaj, ker ima pač vsak neke svoje interese, zakaj to tako naredi. Meni osebno je šlo zmeri ta zborna slovenščina v nekih teh prizorih, ki sploh ne sme biti odvedena na živce in sem se tudi odločil, da bom pač uporabljal pogovorni jezik bolj za take stvari. Seveda, če imaš pa nek lik, ki pa govori v zborni slovenščini, pa mora tako govoriti. Ker seveda vsi vemo, da obstajajo tudi taki ljudje, ki govorijo v zborni slovenščini. Zdaj pa, Tomaž, skočimo midva na Idilo, če smem, in bom znova jaz prebral svoje mnenje, ker tu gre pa za veliko zgodbo, tu gre pa dejansko za prvo pravo mainstream grozljivko, res, da si tudi ti že prej snemal kratke filme, pa tudi eni, vem, da so jih že snemali tudi drugi, ampak mainstream film, ta Morana, vem, da je bila, ampak Morana meni vse ne bil zelo slab film, hvala Bogu, da so bolj malo govorili, ampak ta pravi slasher, prav horror, ta je pa tvoj, in tukaj si pa se zapisal v zgodovino Slovenije kot prvi režiser grozljivke, mainstreamovske, tega tipa noben ne more vzeti. To je Backwood horror. Ja, imam bolj prebral, Sam bom tako rekel, da v bistvu zakaj je bilo to sploh narejeno, ker jaz pač imam še ogromno nekih scenarijev, ki jih pač ne morem realizirati, zato ker so pač predragi. Ne še, opa. Ja, ne še, počakaj, upajmo. Počasi. Imam pač en ta scenarij, ki smo ga pač tam, sem ga bral s temi sodelavci, so si super, sam kdo to plačal. Pa bilo, so res kdo to plačal in mi pač en predlagal, pa rekel, da enega poceni napiš, enka ne bo drago, ker pač to nekaj, veš. In sem pa razmišljal, sem rekel, kva, v Sloveniji ima ful lepo naravo, pač se pravi, production value je že kle, da je pač nekaj, ki se v hribi dogaja,
To znači, ne bo treba v scenografiji kupovati. Je že imaš, je že narejeno. Ja. Je v bistvu bil tako tudi napisan scenarij, da sem razmišljal, da bo to čim bolj poceni. Zato, ker to je bil moj prvenc in za prvenc dajo tudi manjše vsote. Naprimer, zdaj dajo više, mi smo rečemo zdaj za serijo dobili manj denarja, kot dobivajo rečemo za prvence. Ja. Tako da to je tako malo urezen meč, ampak takrat je bila taka situacija. In sem se zaradi tega tako odločil. To si mi zdaj predem bom prebral, no, zdaj si eno dobro temo si mogoče nehote odprl, ne, da režiser dejansko včasih ne posname filma, ki bi ga rad, ampak filma, ki ga lahko. Ne. To ga vsak. A veš, ne, pizda. To ga vsak. In mislim, redki so, in jaz sem prvoščen to, te režiserji, ki imajo pač rečemo, predvsem je to rečemo nekom takom bolj fantazijskem žanru ali pa ne vem, žanru, kako rečemo, science fiction. Da se dajo duška lažne. Ja, ker rabiš to požre, pol toliko enega denarja, ta tehnika snemalna, pa pol te luči, pa pol postprodukcija, pa ne vem, kaj vse. Ja, veš, pa če si želiš imeti neke masovke, ne vem, da bi rekel, jaz bi rad imel pa kle, ne vem, zdaj 200 statistov, mislim, to je pri nas nemogoče narediti. Sam poglej, tudi v tujini je nastal problem, ne vem, da so filmi 300 milijonov stanejo, plus PR, promocija, prideš na 500 milijonov, kino vzame polovico stran, ta film ti mora narediti milijardo, rasti na nuli. Ne? To pa naredijo redki in tudi zaradi tega je Hollywood, zaradi tega, ker so šli free, ne, mogoče v resni krizi na dolgi rok, da ne bojo filmi več prenašali dobička, zato ker so predragi, ne zato, ker premalo zaslužijo. Ne. Zato jaz to gverilo zagovarjam raj. Ne, to je problem v družbi. Ja. Zato, ker v bistvu vse je čedalje dražje, naše življenje, ni važno zdaj, kaj delaš, ali si, ne vem, predsednik sveta ali pa navadna oseba, je življenje pač drago. Ne. V bistvu to, da ti obstajaš, plačuješ non-stop neke položnice, ki se sam višajo. In tako je to, kot domino gre. Ja. In potem je vse dražje je proizvodnja, dražje je tvoj life, dražja je tvoja usluga. Tudi igralci so čedalje dražji. Ja, seveda. Ne? In v bistvu včasih, ne vem, zdaj smo v tej neki energetski krizi, je zdaj, ne vem, da imaš tukaj le gretje, da ga imam jaz pozim pačganega, so vaje draže zaradi tega. Zato, ker moram pač pokuriti, ne vem, za... Vse, pa tudi elektrika je draže. Ja, tako, ne, in moram pač za 300 € več elektrike na mesec pokuriti za to. Ne, in naprimer, mi smo imeli 4 mesece vaj, se pravi pač, ne vem, Julija 200. Ja, samo za to, recimo. Ne, tako, ne, a veš, ker sploh niti ne pomisliš. Ja. In potem to sam rastejo stroški in vse fundraži. Nemo zdaj na tole idilo skočiti, ne, da malo obnovimo zadevo, ne, in pazi zdaj to, kak sem jaz to takrat, misliš, kaj je bilo, 2016 je to bilo, ne? 2015. 2015, evo, ne, glej, ne. Če hočeš idilo, vse, kar lahko dobiš, pa je morana, počakaj. Jep, dragi moji, Slovenci smo končno dobili prvo pravo grozljivko, čisto pravi slasher, svoj teksaški masaker z motorko, če hočete, jebeno dober žanrski film, ki jih v slovenskem filmu manjka ali še bolje jih sploh ni. Slovenski žanrski film je redkost, še posebej, če rata tako fino kot idila. Premnogi ameriški slasherji nimajo zaburek proti idili, ki jo odlikujejo čudovita fotografija, presenetljivo dobri posebni efekti in za slovenski film nenavadno prepričljiva maska. Po lesenemu vodu, kjer se gledalec ustraši, da bo spet dobil slab slovenski film, se stvari zelo hitro postavijo v pravo smer in začne se napeta, skulirana, dinamična, tekoča in šokantna zgodba, ki spretno obrača klišeje ameriških slasherjev in navdušuje gledalca. In to je Francl, Lotos Vince Šparovec, dežurni psiho, jebeni kmetavski, okoli skače sekiro in svojim kompanjonom Juri Drevenšek pobija vse, kar leze in gre. Za užitek in za posel, da se razumemo. Drži, idila je zgodba o tem, kaj vse mora danes v Sloveniji narediti kmet, da preživi in da svoj izdelek lansira na tržišče. In seveda zgodba o tem, da se največji psihoti skrivajo med nami. Prav zato je konec tako zelo srhljiv, pretresljiv in zafukan. Tak, da ga gledalec komaj preživi in tak, da bi gledalec zakričal skupaj z glavno junakinjo Nino Ivanišin, priložnostno manekenko Zino, ki pride v gore delati fotoshooting. S fotografom Sebastianom Kavaco, kolegico Niko
Rozman in stilistko Manco Ogorevc. Da bo nekaj hudo narobe, nakaže že prizor z baburo Damjana Črne, ki ob cesti prodaja šnopc. Tudi zaradi dečka s harmoniko, ki seveda spominja na dečka z bendžom iz filma Odrešitev. Idila je super žanrski film, tudi za hollywoodske razmere, čeprav pomislim. En tak avtohtoni old school slasher, ki jih danes manjka tudi v svetovnem merilu. Prav imate, Idila je monumentalni dokaz, da se da tudi pri nas posneti žanrsko, suveren, krvav, umazan in samozavesten film, ki ne deluje kot neroden poskus posnemanja Hollywooda, ampak kot nekaj svojega, domačega, brutalno slovenskega, če hočete. In ravno tem je njegova največja moč. Itak, da ne skriva svojih vplivov in idolov iz žanra ameriških slasherjev in backwoods grozljivk, toda vse to obrne po naše, z našim prostorom, našimi obrazi, našo ruralno tesnobo in našim specifičnim občutkom, da se groza vedno skriva nekje za naslednjim ovinkom. Tomaž Gorkič film pelje z očitnim občutkom za ritem, atmosfero in stopnjevanjem napetosti, ko enkrat zagrabi, ne popusti več. Ne zanima ga umetniško poziranje, ampak direkten udarec v glavo. In prav zato film deluje tako dobro, ker ve, kaj hoče biti, ker ne bluzi, ker ne beži pred krvjo, pred grdobijo, pred fizičnostjo nasilja in ker mu uspe ustvariti vtis, da gledamo nekaj nevarnega, nekaj, kar ima zobe. Posebej dobro je, da nasilje ni tukaj samo zaradi šoka, saj zadaj je ves čas prisotna tudi satira, skoraj črna karikatura slovenskega podeželja, preživetja, malega človeka in gnilega kapitalizma, kjer se tudi najbolj nora in sprevržena dejanja zdijo kot logična posledica sistema. Drži, Franc je eden tistih likov, ki jih ne pozabiš. Ni samo filmski morilec, je pošast iz slovenske zemlje, iz blata, iz znoja, iz ruralne bede in primitivizma. Prav zato je toliko bolj srhljiv, ker ne deluje kot izmišljotina, ampak kot nekdo, ki bi ga lahko res srečal nekje bogu za hrbtom, ker ti ob cesti prodajajo šnopc in te gledajo malo predolgo. Idila preseka varno, sterilno in pogosto dolgočasno domačo produkcijo ter gledalcu končno ponudi občutek, da gleda nekaj divjega, nevarnega in žanrsko nalezljivega. To pa je pri nas že skoraj mali čudež. Tomaž Gorkič je z Idilo vsekakor pokazal in dokazal kot avtor, ki razume mehaniko žanra. To pomeni, da ve, kdaj gledalca pustiti pri miru, kdaj ga napeti in kdaj ga brutalno usekati po glavi. Marsikateri režiser zna posneti krvav prizor, precej manj pa jih zna zgraditi pričakovanje pred njim. Gorkič zna prav to. Film zato ne deluje kot niz efektnih scen, ampak kot premišljeno stopnjevanje nočne more, ki se začne skoraj neopazno in konča v popolnem razsulu. Idila tudi vizualno preseže pričakovanja. Fotografija izkoristi slovensko naravo tako, da gozdovi, ceste in odročni kotički postanejo klaustrofobični in zlovešči. Kar je sicer turistična razglednica, se spremeni v prostor strahu. To je pametna poteza, saj pokaže, da ni treba imeti ameriških puščav ali teksaških rančev, da ustvariš občutek izolacije in groze. Dovolj je domača cesta, napačen ovinek in občutek, da si zašel predaleč. Za slovenski film ima Idila skoraj simbolen pomen, saj ni zgolj uspešen slasher, ampak točka preloma za slovensko mainstream grozljivko, ki je bila predtem praktično mrtva. Bi kaj dodal? Kurva sem ponosna tale. Kurva sem ponosna, snega sebe, da berem recenzijo filma človeku, ki ga je naredil. To se ne zgodi velikokrat. Ja. Bil sem strašno takrat navdušen. In daj mi malo povej, malo mi v tem filmu mi povej, bom rekel, kako si to do tega prišel, vse si že prej malo razlagal, ampak da si rekel, jaz bom pa zdaj v tej Sloveniji posnel fucking grozljivko in jo bom dal v kina, pa kar bo pa bo. Ja, pač to se mi zdi en tak naraven proces, ker v bistvu tudi tisti kratki filmi, prej, ki sem jih delal, so v bistvu vsi pač neke vrste, so pač grozljivke ali kaj sem kval, mogoče malo s to satiro. Seveda jaz imam malo problem s tem črnim humorem. Velik problem imaš s tem, tudi na Facebooku si v to smer zašel, ne? Ja, ampak ok, dobro. Ja. Tako pač, to sem jaz, zdaj tukaj ne vem, da sem delal, da sem nekdo drug, se mi zdi, ne vem, pač nisem tak tip. Predvsem sem si pa želel, takrat, ko sem to delal, no, da se to po dnevu dogaja. Ne, da ni to neki po noč. Da se ne vidi, ne? Ja, mislim, ker se pa ne vidi v bistvu vseh teh naravnih lepot, pa tudi takrat direktor fotografije rekel, če bomo po noč snemali, bomo rabili to ključi, da je to nenormalno, pa še 100 dražje. In se mi zdi, da je bilo tudi bolj efikasno, da se to čez dan dogaja, ker malo zgubiš občutek, da je v bistvu dan tam okoli tebe in ves ta pregon po tistih gozdovih, v bistvu gozdovi, če dalje bolj mračni ratujejo. Tako, no, ne vem, kaj te pa zanima? V bistvu? Mislim, zanima me to, ne?
Si se bal dejansko tak film posnet sred Slovenije, no, pa ga v kino dati? Mislim, kaj si pričakoval, da boš naredil nek rom-pom-pom, ali da bo to šlo mimo, rekli, ta nekega Američana igra, koga jebe. Dajmo reči, gledati, ameriške filme so boljši. V bistvu nisem kaj preveč nekaj ful pričakoval, zato ker jaz tudi nisem dejansko zares nekaj zelo povezan s to slovensko filmsko srenjo, pa ne zdaj, da bi imel, pač nisem, jaz tudi pač druga scena me zanima v življenju, sem bil zelo presenečen to, da smo rečemo dobili nagrado tam v Portorožu. Sem bil kar šokiran, moram priznati, ker sem bil prepričan, da tako to sploh. Gledalce je pa koliko naredil film v kinu? Joj. Je zlata rola padla? Ne vem, mislim, da ne. Da ne? Ni bilo 25,000? Mislim, da ne. Ampak se dolgo predvajal. Mislim, da je bil v kinu, je bil skoraj 3 mesece ali 4 mesece. Ma je imel kar neko dobro gledanost. No. Pač takrat je bil tudi zelo slab čas za slovenski film na splošno, ker zdaj rekel, da v zadnjih parih letih se je malo zboljšalo to. Ker to ne vem zakaj pač, ampak Slovenci res se uvražimo v svojo kulturo. Mislim, rekel tudi neke svoje umetnike in tudi, ker vidim, kakšen odnos je tako, mislim, več kot 5 evrov za karkoli dati je že problem. A veš, ni pa problem, da za pol neko tujo uvoženo kulturo, pa to podpirati, pa to super. Ker jaz sem se pogovarjal slovenskim gledalcem, zakaj ne gre gledati slovenskega filma. Mladinsko komedijo gre, pa se pa neha. No, pa ta Belo se pere 90, ta je tudi čudež, to se dejansko šti gledati nekaj, kar ni komedija, ampak je bila se bestseller knjiga, to je res bila tudi pompozna zgodba, lep film. Ampak ne grejo gledati zato, ker imajo v glavi itak bo na televiziji čez en mesec. To je ena stvar, druga stvar je pa pač zato, ker se tudi težko kosati, rečemo z nekimi takimi izdelki, ki imajo, kot se bi rekel, 500 milijonov budžeta. Sam po drugi strani pa rečeš da imam pa slovenski slasher, kurva, to pa grem gledati, to bo pa slovenc govoril, tako bo klav, bo zram slovenc govoril, to pa je dobra fora, no jaz tako gledam. Očitno mnogi, na vseh Idila je bila hit, ampak mnogi stvari grejo, mi ravno zaradi tega, pa po moje bi mogli iti gledati, ker bi jih mogel firme, pa slovenski pornič, pa to greš gledati zato, ker te zanima, kako je slovenc govoril, ne? Ampak očitno tak, sam jaz tako razmišljam, ali kaj, ne? Jaz mislim, to sem opazil, da mi gledamo filme s podnapisi. A mi že to jeba? Ne, to v bistvu odvrača pozornost. In potem doskrat vidiš neke stvari, ki res ne igrajo dobro. Tuji produkciji govorim. Ampak, ko gledaš tiste podnapise, ne opaziš tega tako. Jaz pač zelo veliko teh filmov, ki so v angleščini, gledam brez podnapisov, oziroma imam podnapise samo tako malček, kdo tam neki ful momla. In pol vidiš velike razlike. Pol res veš, kje so dobri igralci, kje so dobre stvari. In to sem pol enkrat zaštekal in pol pa, ko sem gledal slovenski film, sem pa ful bil pozoren na to in sem si pol enkrat za foro prižgal podnapise zraven in sem videl, da sem ga čisto drugače pogledal. V bistvu je to neka ta psihološka fora. In pa tudi težko je, težko se je bockati z nekom, ki ima, rečemo, že z Idilo, ker smo bili na zelo velikih festivalih. In pa si bil v tej nekaj tekmovalnih kategorijah, pa sem se pogovarjal z režiserjem tam unega filma, ki je bil v isti kategoriji, pa je on, en je imel 3 milijone pa pol, drug je imel 2 milijona, mi smo imeli pa, 250,000 evrov. No, pa smo pa na koncu mi zmagali. Ampak je vseeno, jaz mislim, da v Sloveniji tudi evropski film ne dela zelo dobro. Zelo slabo dejansko dela. Pa v bistvu evropski filmi so odlični filmi. In pa ne zdaj sam, ne glede na kakšen žanr. Mislim, so pa seveda tudi slabi kakšni. To je tako, kot tudi so slabi hollywoodski filmi ali pa azijski. Pač vse posod imaš to. Ampak to vidim, da naprimer ali pa azijski film do nas sploh ne pride praktično. In je tudi, rečemo, ta kultura gledanja zelo zamera. V kinu se gleda namreč, pač največ se gleda doma, pač neke te streaming servise. Če gledaš zdaj ta COVID obdobje, ko je bilo, je to še bolj usulo, te naše navade. Še manj ljudi. Čeprav gledam pa, ne vem, kaj je bilo 2 leti nazaj, je bilo tudi eno tako obdobje zelo slabo, pa sta prišla pa Barbie pa Oppenheimer, ki so jih genialno združili skupaj v tujini, sta naredila pa ful. Se pravi, ni res, da poplava prepreči. Ne, če hoče folk iti v kino, da ga nek film zanima, bo šel. Pa če to en film na leto, katastrofa, ampak folk gre v kino, samo mora ga nekaj res. Zdaj pa kaj je fora v promociji? To je fora. Ko ti film posnameš, še se le začne garanje, po končni fazi.
ti moraš promocijo začeti že predtem, sploh začneš snemati. Dlje, kad ta promocija traja. Tu pa denarja zmanjka pol slovenskim filmarjev. Vse to je, no, veš, in tudi v bistvu je tudi ta promocija pa mečkim kar malo gverilna skoraj, ne. Ampak v bistvu je najboljša promocija to, če ljudje sami to naprej dajo, kar to pomeni, da jih pa zares zanima, ne. Ker ti ga lahko tam poseljuješ z nekimi nekaj oglasi, pa na koncu pa lahko prej dosežeš to, da bo rekel, znam še tega gledati, zato ker ti živo s tem, skozi kaj jih jebe, ne. Tako da to je zelo triki, no. Promocija je tako sploh triki stvar, ni tako enostavna, pa mi rečemo za Idilo, smo imeli kar dobro promocijo, kar nam je takrat Pop TV, je bil, oni so kupili film, predtem bil še posnet sploh. Jaz sem bil tam Čakram je še takrat na sestanku, je pol ti rekel, ali jaz to kar kupam, pa se mi filma sploh še nismo posneli, je rekel, jaz vem, jaz imam nos za to bo cool. Ok, to je pa super, ne. Pa je bilo res, mislim, jaz mislim, da tudi zelo v Sloveniji manjka takih ljudi, ki imajo nek občutek za show business, ne. Redki so, ker show business ni zastonj show business, ampak je stvar, ki zahteva velik. In ne more biti vsak voditelj, ne more biti vsak pevc, ne more biti vsak igralec. Nekaj le hočem reči, da ogromno dobrih slovenskih filmov je šlo mimo, ker so imeli slab PR, ne? Ker je zmanjkalo denarja tudi na vse zadnje. To pa itak, zato ker je vse kompletna slovenska umetnost je podhranjena. In dosti ljudi nekaj časa vztraja v tem, pa se pa reče, pun kurac ima tega, bom šel nekaj drugega delati v življenju, ker dobi pač pa neko redno službo, nek reden dohodek, neko to iluzorno varnost in je pol to lažje, kakor da se skozi to bockaš s tem. Mislim, jaz pač že cel življenje živim življenje kulturnika, pa ne bom, da ne bom pri mojih letih, ne vem, kva bi še lahko sploh delati. Ne boš nehal, ne. Gled, ne spomnim se zdaj tega Perica Raja, ne, ki je ta film tako lep dan je bil, 10 let ga je snemal, ne, da so se vmes mu postarali že ljudje, ampak na koncu ga je posnel, pa ga je spravil v kina in dejansko je tudi nekaj gledalcev naredil, no pa hočem reči, kaj je meni tudi tragično, recimo, če gledam tebe zdaj, ne, narediš en velik film, ne, do naslednjega filma, ne vem, rabiš spet, ne vem, 4-5 let, pa spet nič, ne. Kako se boš ti vežbal, kako se boš ti učil, kako boš ti rastel, kako boš ti pisa delo, ne, ker v tujini, dobro, zdaj so te HR direktorji, tudi malo drugače, kot je bilo včasih, ko je bil režiser Kralj, 70 leta, so bili režiserji kralji. Pa so samo še najeti režiserji, tako ni važno, kdo režira, film je narejen, pa ga sam najmajem, pa gledam, ni to grozno, da imaš hit, da imaš neko priznanje, a kurba nov film čakaš 5 let, 10 let, ali pa ga sploh ne dobiš. Naprimer, ampak pač ne vem, delaš neke komercialne stvari. Ja, pa kaj vmes pol delaš, kaj? Pač delaš neke komercialne stvari. Ja, spote snemaš pol vmes. Ali pa reklame, ali pa... Pa ni to grozno za enega takega frajerja, kot ti. Ne vem, če bi to rekel, da je to grozno, ker v bistvu to moraš gledati iz profesionalnega aspekta. In če nekdo pač želi imeti pač neki izdelek, se jaz enako potrebujem za to, kakor za unga. Ampak če ti veš, da bi mogel filme snemati, da imaš ideje, da imaš to, kurba, dajte mi denar, pizda, jaz sem Tomaž Gorkič, ne se zabavati, pizda, ne. Mislim, jaz sebe gledam, ne, recimo, da bi rekel, čakaj, zdaj sem pa posnel, pizda. Če tako razmišljal bi znoro. A veš, da sem posnel, ne vem, nek hud komad, ki je mega hit, a zdaj mi ne dajo denarja za nov komad, pa čakaj, ste normalni, ste videli, kaj je moj komad naredil, ne. Če tako razmišljal bi znoro. Ja, ni to tako, pri nas to ne gre, nikoli ni šlo, se vem, nikoli ne gre, to pri nas žal, ne. Ampak te ne jebe to, nisi jezen, kot režiser zaradi tega, nisi jezen. Vem, da bi ti bil ustvarjal, ne? Ne, se ustvarjam pač druge stvari, se tudi, ne vem, kaj sem se včasih z gledališčem ukvarjal, rečemo z videom v gledališču ali pa še neke take stvari, ali pa za neke take druge stvari. Kaj sem video spotov, itak nikoli nisem kaj preveč delal, bolj tako za neke ljudi, ki jih poznam, ker me tudi ne zanima to zares, ne vem, reklame, itak me sploh ne zanimajo. Bolj mi rečemo zanimiv nek ta, rečemo industrijski film ali pa neko tako, mislim zanimiv, mislim pač, samo sebi v skledo klepluvu, ne. Ampak pač to narediš, no, ampak zdaj, ali kada v zadnjih parih letih, v bistvu sploh odkar zdaj sodelujeva, mislim, da gre čisto v redu, ker nismo neka strašna požrtna produkcija. Ma ta 666 production imaš. Ja. To v bistvu izhaja, ker sem se včasih s koncertno produkcijo ukvarjal in sem imela z enim kolegom Boštjanom Doblekarjem to
666 Productions, v bistvu bila to koncertna organizacija, smo pač te neke hardcore metal koncerte delali. To, kar imaš zera, to glasbo, vem, Seveda, da zagovarjaš to sceno. Tudi delam v bistvu iz Dirty Skunks, s Črtom pa Matejem, delam ta Tolminator festival. To še vedno je. Ne, to bo zdaj četrtič, to nima veze z unim prej. Pa to nisem delal, mislim, da skoraj 15 let, pa sta me polna dva prepričala, pa zdaj, ker vidim, kaj delam, je v bistvu je čisto ok. Zato, ker pač starejši sem, drugače na neke stvari gledam, ne razburjam se več tako, kot sem se včasih. Ker nisi znam potem, da se rad razburjaš. Ne? Vsaj v svojih zapisih na Facebooku sem te sledil večkrat, si kar zajeban, ne? Se oglasaš, zdaj si se umiril malo. Ja, zelo, mislim, čas sem bil futbol rebeliš, ne? Ne, brez kompromisem pa pač po domač ne jebem. Vse to še zdaj ne. Mislim, če mi pač nekaj mi ni, ne bom se silil to. Ti škodi to v poslu? Mislim, jaz od tega lepo normalno živim, tako da rekel bom tako, da sem dosti specifičen in neke vrste strokovnjak za neke stvari in tisti, ki hoče mene imeti, pač ve, zakaj hoče mene imeti. Drug me pa ne rab. Drug me pa nekoga drugega. Predno bomo šla še na Valburgo, mi reči, mogoče že gre malo na tvoje začetke, no? Kje si to strast filmsko? Kaj si gledal? Kje so tvoji idoli, tvoji filmi? O čem si rastel? Grozljivka? Vse sem gledal, ja. Pač vse. Okay, teh romantičnih dram glih ne, ampak sem tudi to, kakšno kdaj pogledam. Ker moč pač vedeti neke stvari, ampak ja, drugače pa največ science fiction pa horror. Tega sem največ pogledal. Ampak drugače sem pa vse gledal. Pač tudi te neke neumne akcije, ne vem. Rad se kdaj pogledam tudi kakšen kung fu film. Pač vse. Tudi drame, ampak da so dobre drame. Ampak kaj te je zaznamoval? No, ne vem, da si recimo mene je zaznamoval 200 kg od Briana De Palme, ko me ga je Ate pelal gledati, ko sem bil star 6 let, ko ga sploh ne bi smel gledati takrat, ne? In jaz gledam tega Michaela Caina, pa se oblači v žensko, pa kole, pa guardo Jezus Kristus, ampak očitno se mi ni zmešalo, ampak mi je bilo fajn, ne? To je moj ta film preloma 200 kg Brian De Palma. Ja, se Brian De Palma je odličen avtor, jaz mislim, da sem vse njegove filme gledal, tudi tiste začetne, kot so ta Hi Mom, pa Greetings. Ko je še bil De Niro noter, ja. No, ker moj favorit je Carrie, je moja najljubša grozljivka vseh časov. Carrie je bil tudi to se ga spomnim, da sem ga gledal še na televiziji, še v času Jugoslavije, ker to je tista roka na koncu prišla, to smo pol, ker smo bili še osnovna šola, pol vsi, ki smo to gledali, smo trepetali za tiste roke. Ne vem, še kaj sem imel dosti blista kino Bežigrad, ker smo pol hoteli to gledati, ne vem, Freddy Krueger, Nightmare. Glih dobro sem se odvadil tega, da me ni bilo več strah teme, pa naslednje let spet Jovo. Viš, ker jaz sem imel čas pa z Englodom, Robertom, ne sem imel pa čas na Grossmanu narediti intervju, mislim, kak je dolgi, več kot 1 uro in to mi je zravene se del, in je bilo ful dobro, no, pa hočem reči, se pravi, pa si dejansko rastel v teh grozljivkah, si dejansko mogo rasti, da to rad delaš. Veš kaj, pa na morju sem bil zelo velik, ker moja mati je bila samohranilka in pa sem bil s starimi starši, smo imeli pač čas vikend na slovenski obali. In star foter je bil ta vojni invalid in smo pa hodili na tiste plaže, jaz sem bil pa z njima, ne vem, po 2-3 mesece na morju. In pa se hodil v tisti kino, mislim, da se zdaj temu reče Kino Odeon, tam, kaj je v Izoli. In tam so pa tiste italijanske trešere rolali, Demoni, pa... Demon, ta je dober, kdo ga je režiral, ta sem zamil z glave šel, kurva. Ne, Mario, ne, ni bil Mario. Tudi jaz se zdaj spomnim. Dober film. Teh trešerjev, pa ne vem, kaj je bil Contamination, pa... Vse se ne spomnim več, v glavnem tega šita sem tam ful polet gledal. Jaz sem še kao v kino, pač trogel v kino, sem še pa tako pizdarje. Tako da sem se zelo hitro že navadil tega. No. Drugače pa, mislim, da film, ki sem ga največkrat v življenju videl, se to večkrat povem, je The Thing. To definitivno, od Carpenterja The Thing, se mi zdi, to moram še zdaj vsaj enkrat na let ga pogledati. Tako, drugače pa vse, ne vem, tudi Dirty Harry je s Clint Eastwoodom, ne vem, Rambo, prvi del. Rambo, viš ga. Vidiš, Rambo, prvi del se mi zdi super. Ja, First Blood, ja. Drugega, ne vem, če sem ga do konca pogledal. A veš, pa pol časa smo imeli še te videoteke
In pa v sosednjem bloku imel pač to videoteko, tipu spodaj dol, sem po mojem pogledal vse tiste filme, ki so bili tam. In to je bilo od, ne vem, malo pač vse. No. Dober režiser, tudi Tarantino je to vedno rekel, ne, da dober režiser mora pogledati ogromno filmov. Ne. Je pa res, da jaz tudi zelo veliko stripe berem. Si fan stripov, ne? Ja, da v bistvu prvi je bil ta, ki je bil šok zame, je bil ta nek Zagor proti Moloha. Moloh je bil pa neka mumija, pač rip-off neke mumije. In jaz sem to... Zagor je pa ta je Zagor, ja. klasični Zagor. Tako, ja, okay. Sem imel strica, tam, ko smo še v družinski hiši Klez za Bežigradom živeli, on je ful te stripe bilo, pa te Ana Forde, pa Zagore, pa te pizderije. In sem jaz tiste, preden sem se naučil brati, sem jaz to pol že gledal in sem tega Zagorja nekje najdel in sem pol bajetem, tega sem spomnil, da sem jo pol pravil, Moloh bo prišel, ne, in pa tako, pa kje, kdo je to, ne. In pa je upoštekal, jo je tam en strip najdel in pa je bila tam mumija Kurčeva, kaj tam neki Zagorja mrtvetela. Tako da, tlej, ne vem, mislim, čeprav meni je bil tudi Alan Ford mega strip, ne veš, to, ko smo v osnovni šoli, sem to bral. Mislim, danes mi je to tako, pač je to, sem že zdavni prerastel, no, pa kaj veš, in pol si tudi rečeš, mogoče sem si gledal črn humor razvil, ne vem, težko to reči, to so pač fuljenih vplivov. Mene je bilo pa strah tega Klausa Kinskega v Nosferatuju od Hercega, sem se bal, da me bo v WC školko potegnil, pa unga Kurčevega Drakule iz leta 79, ko je Frank Langella igral, če spomniš, ko tista mina Kurčeva s tako masko čudno okrog skakala, tega sem se pa jaz se večno spomnim, pa roka, no. Nosferatuja je bil po televiziji, so ga zmrtko gledala in pa je bil še čas redukcij takrat, in je pač sred filma so oni redukcije zmanjkali, je bilo ful grozni, pa sem čist posral. No pa te Carrie roka pofukana. Ampak, ne vem, jaz sem še danes dojemljiv za te neke stvari, ni zdaj tako, da ne maram, rečemo, teh nekih brezveznih šokarjev, rečemo, kaj sem prvi del mi je bil še oprej. Prvi del je super, ja. Pa meni tudi naprej mi tudi ni. Kaj se oni tam neki kolejo, samo da se kolejo, mislim, če nima to nekega smisla, pač brez veze, mislim, to je že, kako rečejo, pač temu torture porn in je v bistvu to, ker rečemo tudi srbski film. Ti se zajeba, tako, mislim, mi ni bil preveč všeč film, mislim, ima neko poanto. Šok terapija. Ima neko to svojo poanto, ali pa ne vem, kaj se ima, polni Irreversible, ki je v posilstvo. Z Moniko, ja. Mislim, jaz ne rabim tega zares gledati, veš, kaj pa se zares vprašaš, kje je zdaj ta meja, ne? A veš, ali se gre to, da te pol že nekdo pač doživlja erekcijo ob temu, ali je res treba toliko težiti s tem, da, ne vem, kaj se zdaj rečemo, odličen film od Makavejeva, Sweet Movie, to sem rečemo gledal v osnovni šoli, to sem bil, ne vem, 7., 8. razredu, sem bil tako čist, kaj to, ne. Kar nekaj cajta je bil en tak art kino, pri Križankah v Viteški dvorani noter, ni bil dolg. Rečemo, tam se tudi gledal to risanko, heavy metal, in so bile take drugačne stvari, no. A veš, da si lahko malo spoznaval, ker se mi zdi, da danes te neke vzgoje, da lahko vidiš neke druge stvari, ki so kvalitetne, da tega ni, ker kje boš ti na temu internetu, da si star, ne vem, 12-13 let, ker te zitek sam z neko pornografijo, pa z nekim fašistoidno politiko, kje boš ti prišel do unih stvari, ki že itak so že tako malo underground skrite. Mislim, se niti ne veš, kje bi, ne veš za njih, da bi jih šel dejansko poiskati. No, se tudi, ko si omenil tega Makavejeva, dejansko se je tudi naš Hladnik, če gledaš Ubij me nežno pa Maškarada. Naprimer, ne. So lude stvari, to so tiste cajte, ne. Ja, sem to smo lahko gledali, rečemo na televiziji, jaz se rečemo spomnim mene serije Gorenčev vrak. To je bilo v 80-ih, pač v enem mulcu, tamamu, ki je bilo skozi vse narobe. V bistvu, na koncu je bila zmer totalna pizdarja. To se rečemo neke take stvari, ki jih sploh ni, ki bi jih mogli še kdaj predvajati. V bistvu, jaz ne vem, zakaj na primer TV Slovenija imela tretji program in se pol tiste debilne iz parlamenta. Namesto da bi na tretjem programu odrolali kompletno plejado, mislim, saj vem, da je to pol je mogoče pač dražji, kakor ono jebeno sejo predvajati, ker ne zahteva avtorskih pravic, ampak to spet ni nič toliko groznega. No. Mislim, se konec konca je to nacionalna televizija, ki bi mogla skrbeti za
nekim. Tako se mi zdi, da samo umirajo pol stvari, a veš, in pol ljudje pozabljajo, pa na YouTubeu najdeš neke te pozabljene stvari, ki nima smisla, ker to je tako neka leva kopija, oni imajo vsem boljše kopije. Pač to, zdaj si opazil, zdaj tudi te kakšne stare grozljivke na torrentih zadnje čase se redko kdaj zdaj dobi. Tudi to so nekako počasi, se mi zdi, da skinjujejo dol, da tudi zafukano potegna dol, če bi rekel, zdaj pa grem gledati te stare, dobre B produkcije, te slasherje, ko je noben za njih ne ve, razumeš, te ono drugo. Ni več tako enostavno jih najditi. Kot jih je bilo, ne vem, še 10-15 let nazaj, zdaj gledam, pa imam neke te strani, pa kurba, nič mi ne najde več, če bi hotel, tole moram pa pogledati spet, pa imaš problem, gledati tudi tu počas, to, ne vem, ali pa jaz ne najdem, pa si ti bolj strokovnjak za ta temno stran interneta. Ja. Niti ne. Včasih sem pa vse mi meni vrglo, so bili proti, kaj so bili te, prav neka rubrika je bila, kak se je rekli, no, pizda. Dvakrat so to izdali, ne. Ja. Oziroma trikrat. Prvo se je na VHS izdal, pa je prišel DVD, so mogli vse na DVD-ju, pa je prišel pa Blu-ray, pa so mogli vse na Blu-ray. Ja. Tako da je zdaj to tako in mislim, zdaj pač ta Blu-ray standard je nekako se obdržal, ne. Pa pač folk je malo pozabil na to, veš, vmes je toliko teh novih filmov, nova multiprodukcija in to pa malo povosa, ne. Video Nestis, evo to, tako se rekli, Video Nestis. Ja. To je ena stvar, ampak ne vem, pa se pravi, pa tudi evropska produkcija, včasih pa ta italijanska pa francoska je bila bolj, bolj je šla v ta nek ekstrem, pa veš, danes zelo hitro so ljudje užaljeni, zelo hitro je nekaj narobe, pa mogoče sploh ni potrebe po temu, da bi bilo narobe. Veš, mogoče se nekomu zdi narobe, da imam jaz klele v zadnji lutko iz trgovine, ki je v vsaki trgovini, da ne vem kaj, kar v bistvu ni nič tacga, ne. A veš, pa bo nekdo zdaj skupaj spravil, da sem pa jaz mogoče seksist, pa šovinist. Pa sem mogel imeti nago babo, vzad pa nobene nisem najde. Mislim, pa ti kot filmer tudi to zaznavaš, to, da je vse sporno, da je vse nevarno. Vem, da stand-up komiki imajo s tem ogromno težav, tudi ti to zaznavaš, da užališ vsako stvar lahko vsega. Tako je. Mislim pa, ljudje so za vsak... Mislim, vse ene stvari je prav, da se jih pač kensta. Sam gre to v narobe smer. Se to se ekstrem, tudi že v politiki vidi. A veš, za ene velja, za druge ne velja. In v bistvu na koncu je spet sam to pač cash. In naprimer to, kar se rečemo, pa ne bom zdaj sral s tem, ampak rečemo to, kar se v Evropi dogaja, to je za nas državljane katastrofa. Mislim, te, ki vodijo to Evropo, oni ne delajo za nas. Oni delajo z privatnim kapitalom, mislim, drugače ne moram reči. Mislim, zato, ker nas sam cuzajo in v bistvu s tem tudi uničujejo pa tudi našo umetnost in kulturo in vse. To vem, da te večkrat jezik, to vedno se, ampak zdaj zadnji čas se mi, da se, tako si sam rekel, malo manj oglašaš, ampak svoj čas je bil kar glasen, pa si to, pa to. Ja, jezi me to, zato, ker v bistvu ti prek umetnosti pa kulture v bistvu rasteš duhovno in osebnostno, ne. In če ti to nekdo vzame, pač rateš kreten, no. In potem začneš biti ti kreteni in vsi stali kreteni in prihaja pa do takih stvari, kot pa zdaj prihaja, da v bistvu pač ljudje se ženejo sam za neko pozornost, ki sploh ni, za neko pozornost na nekih socialnih omrežjih, koliko je teh nekih influencerjev, pa ne vem kva, pa vse to, pa kaj kurac, kva če ti to v življenju. Mislim, pač človek v bistvu na koncu prodaja neke produkte. Jaz ko se s frendi pogovarjam, ko imajo otroke, prav, pičku materno, zdaj spet tu na tam, ne vem kva, mi zdaj ta mala tam teži, da moram to kupiti. Pa sploh ne rab tega. In to ni dobro in to je povezan tako nenormalno. Veš pa, tako kot ne vem, zdaj ljudje sprašujejo, kva morajo jesti, kako morajo tablete vzeti, pa se ti gor piše pizda. Mislim, kva ti bo zdaj tam umetna inteligenca govorila o tem. Kar naenkrat zato, ker je to nekje to slišal. In se mi zdi, da so ful lažji vodljivi, ker v bistvu take stvari, ker umetnost je zmeraj bila to, da ti je dala v pogled iz različnih situacij in si lahko začel razmišljati o tem. Ampak ti sploh veš, kdo je danes kaj še sam napiše, kak scenarij, muziko, to se več ne veš. Jaz ga napišem. Ti, ampak, jaz ga sam napišem. Kaj pa, če bi te jabali neki, si ne bi pomagal, da mi tole malo nekaj ideje. Jaz si pomagam, rečemo si, ko hočem kakšen dopis napisati, pa vem. Ti naredi ful dobrega, ne? Ker ga naredi brez emocij. Jaz sem emocionalna oseba in jaz tam sikam noter. Ja, ti to, kar ni v redu. In vem, in kad ti spreberem, si rekel, fakt, spet si bomo skregali. Podam AI-ju in mi on to lepo, brez emocij naredi in je to krasno. In za nek umetniški aspekt pa ni šans. Je pa to, mislim,
A veš, je pa to brez osebnosti. Ker vem pa, da zadnje čase pač se govori, da bo to nadomestilo pisce, recimo, ne? Režiserja bo težko, ker režiser mora v roke stvari, ampak pisce bo pa nadomestil. Če bo nadomestil to pisce, pomeni sam to, da je trg zelo prazen. Ker v bistvu potem boš ti bral nekaj, kar nima emocij, ki ima samo neko tehnično znanje. Sam se nauči tudi z emocijami pisati ta kurba, veš? Če je pravilno rečeš. Verjetno se bo. Pa to je še v povojih zdaj, predstavljaj si naprej, ne? Verjetno se bo, ampak jaz mislim, da ljudje se že počasi temu upirajo, sploh pri glasbeni sceni vidim, da se zelo veliko upirajo temu, kar je zelo veliko v glasbi, je to šlo še prej pa bolj over, ker je pač lažje, tehnično ni tako zakompliciran narediti, in sem videl, koliko je teh nekih AI izvajalcev in se dejansko pač, rekel, neki te se temu upirajo, no. Pa ne izvajalci sami, ampak poslušalci, kar je prav, no. Ker v bistvu to je orodje, ki ti pomaga, ne pa da je to stvar, da nadomesti. Lej, gremo še na Valburgo, če smemo, ne? Se pravi tvoj drugi celovečerni film, ne? Ki vem, da je v tujini pa naredil večji uspeh kot doma, ne? Zakaj se motim? Tudi večji kot Idila je naredil. V tujini, ne? Ja, no, pa kaj pa misliš, da je bil doma problem, predno bom prebral svoje mnenje, kaj misliš, da je bil doma problem s tem filmom? Si bil razočaran nisi? Si vedel, da bo tako? Ne bom rekel, da sem vedel, ja. Ampak nisem nekaj pričakoval strašnega. Jaz mislim, da pač prehard je bil. No. Duška si dal preveč, ne? Mislim, duška, želel sem si to. Pač hotel sem, da je ta 80-ta, pač, da je ta nesramen film iz 80-ih, no, veš, kolikor film ali Street Trash ali pa, ne vem, Bad Taste, ki so pač Jackson, tako, ne, a veš, in sem si želel, da je tak film, in je bil to malo preveč za folk, Dobili take badge so nam še dali v kinu, se spomnim. Ja, to je bil del promocije, da ko si kupil karto, si dobil to še zraven, broško. Pač nekaj, da imaš nek spomin ali kakorkoli. Ne, pač tumač je bil, rečemo, pa Gozul je pa ful dobro naredil, sploh v Aziji. Tako teh nekih digitalnih uradnih distribucij je imel ogromno. V bistvu je bil po celem svetu, po vseh kontinentih je bil. Pa tudi drugačne naslove, mislim, da je imel, ne? Ja, zato, ker se pač ta prodajni agencija odločil, da bi bil, ko že bil, Curse of Dracula. Ja, nekaj fore, ampak so se ljudje ful pritoževali, pa na tem, da je v bistvu zavajajoč, ne? In pa, ko se videli, da je... Za prodajo je bil dober. Ja, ampak pa, ko se videli, da je pa The Curse of Valburga v originalnem naslovu, bil pa to bolj všeč, ker je bolj je tako, Valburga je pa dejansko vas zraven Ljubljane. Zdaj sem se večkrat tam čez pelil in se rekel, če kdaj nek prefuknen film snemo se v The Curse of Valburga. Ja. No, da ti preberem še tale zadnjo recenzijo, ne? Valburge torej, ne? Evo, pazi. Če hočeš Tomaža Gorkiča, vse kar lahko dobiš pa je Rob Zombie, počakaj. Res je, Tomaž Gorkič je svetovni prvak slovenskih grozljivk. Po Boštjanu Hladniku prvi pravi slovenski avtor, ki dela filme, ki jih ostali slovenski režiserji gledajo v kinu. Res je, to, kar pri nas snema Gorkič, drugi samo gledajo. Pri nas razen kratkih amaterskih filmčkov nihče ne snema grozljivk, zato je Gorkič toliko bolj dobrodošel. Vinči Vuk Anžlovar lahko v svojem Vampiru z Gorjancev le sanja o tem, kaj dela Gorkič, ta Robert Rodriguez slovenskega filma, je Bentik vas nje to takrat pisal, ki je zdaj po izvrstni idili posnel še Prekletstvo Valburge, čisto pravi okultni slasher ali še bolje, čisto pravi ameriški splatter, ki preseže mnoge podobne pizdarije, ki jih štepajo čez lužo. Malo Rob Zombie, malo pa seveda teksaški pokol z motorko, kjer psihomori s cirkularko. In pazi to, skupina turistov pride v starodavno graščino, kjer naj bi pred mnogimi leti živel baron Valburga, sorodnik Vlada Drakula, ki je jedel otroke tlačanov. Tržna niša itak, idealna za 3 prijatelje, ki tuhtajo, kako bi na hitro zaslužili denar. Da se med turisti znajdejo lovci na vampirje, satanisti, porno producent, naš Luka Cimprič tudi igra tega, ne? Porno igralke, Zala Đurić, lokalni mafici, Grega Skočir in nemški pivci piva, to sta bila pa Tanja Ribič pa Jonas Žnidaršič takrat, je seveda v kontekstu. Da so vsi idealna tarča za krvoločnega psihota, ki mu lahko roko stisneta tudi Michael Myers in Jason Voorhees, no ja, pa tudi Leatherface, pa je seveda prav tako jasno,
jasno, ko se zaprejo vrata graščine. Prav imate, da Kurso Walburga je poklon slasherjem iz 70. in 80. Zelo krvava in brutalna črna komedija z dobrim twistom, ki se seveda dogaja v istem vesolju kot Idila, kar se izkaže na koncu. Če rečem, da je Walburga predzgodba Idile, ne zgrešim kaj dosti. Bi bilo pa fino, da bi Gorkič v tem istem filmu združil vse norce in naredil to, kar je v Glassu naredil M. Night Shyamalan. Če sem iskren, moram zapisati, da mi je bila Idila še bolj všeč. Je bolj dodelana in bolje odigrana. Je pa res, da je Walburga bolj uživaška in bolj perverzna. Takšna, da se vidi, da si je Gorkič res dal duška in se spustil izvajati. In hej, na uho mi je prišlo, da Gorkič, pazi zdaj pripravlja film Metodo Tropcev. Če to ne bo ultimativni slovenski film, s katerim bi lahko končali vse slovenske filme, pa tudi ne vem, kateri boje bemtiš. Ni ga boljšega od filma, ki ga dela fan, ki ga dela nekdo, ki je že kot mulc pogledal vse grozljivke v svoji lokalni videoteki. Tega ti ne da AGRFT, to ti da prava ljubezen dobe filma. Jebat ga, da Kurso Walburga ni sterilna in festivalska zadržana slovenska produkcija, ki bi se bala lastne norosti, temveč razpoščen, krvav, glasen in samozavesten žanrski cirkus, ki ve, da je nastal iz ljubezni do grindhouse estetike, VHS generacije in filmov, kjer je okus pogosto drugotnega pomena. Gorkič tu ne igra na varno. Gorkič useka direktno v obraz ali, če hočete, v jajca. Walburga je divja, odbita in razvratna sestra od Idile. Film, ki se dere, smeji in sedi kri po hodnikih stare graščine. V njem je čutiti avtorja, ki si je po uspehu prvega večjega hita dovolil več svobode in si rekel, zdaj bom pa snemal točno to, kar me zabava. Rezultat je mešanica slasherja, črne komedije, okultnega kiča in popolnega kaosa, ki ga pri nas še nismo videli. Velik plus filma je, da uporablja slovenski prostor kot nekaj posebnega. Stara graščina ni le kulisa, ampak skoraj lik zase. Vlažni zidovi, temačni hodniki, občutek zgodovine in gnilobe ustvarjajo okolje, ki bi ga zavidal marsikateri ameriški horor. Ko se vrata zaprejo, film zares zaživi. Takrat se začne igra mačke in miši, kjer je vsak lik potencialna žrtev, vsak kotiček pa past. Posebna vrednost filma je tudi humor. Gorkič razume, da je pri takšnem materialu pomembno ravnotežje med grozo in absurdom. Zato film ni nikoli dolgočasen. V enem trenutku gledaš klanje, v drugem se smejiš totalni bizarnosti situacije. To je težji trik, kot se zdi. Veliko filmov pri tem pade v traparijo, Walburga pa ostane zabavna, ker ima samozavest in ker se ne jemlje preveč resno. Pomembno je tudi širjenje Gorkičevega univerzuma, ker povezava z Idilo ni le poceni fora za fene, ampak znak, da nekdo pri nas razmišlja širše, serijsko, skoraj stripovsko. To je redkost v slovenskem filmu, ker večina projektov obstaja sama zase in potem izgine. Gorkič pa gradi mitologijo. Idila je verjetno res boljši film v klasičnem smislu. Pač bolj kompakten, bolj napet, bolj precizen, toda Walburga je film užitka, ker avtor odpre vse ventile in pokaže, koliko zabave je mogoče stlačiti v domačo grozljivko, kjer bi se dobro znašel tudi Udo Kier iz filmov Flash for Frankenstein in Blood for Dracula. Če je Idila dokaz talentiranosti, je Walburga dokaz poguma in slovenski film takšne norce, kot je Tomaž Gorkič, nujno potrebuje. Okay. Bi kaj dodal? Nič, ti bom dal eno majčko, da kar so Walburga. Ja. Jih imam tam. Dobiš. Okay. Veš, in mi je bilo pa grozno, da se spomnim, da smo bila midva na vezi, ki si ti, mislim, da gostoval v moji vdaji takratni, in pa sem jaz ta film šel gledat in zdaj si ti predstavljali, da meni ne bi bil všeč, pa sem te spoštoval pa ceno in bi jaz to mogel pošiljati. Ja, pač bi, ne, kva. Kurba, to pa sem imel problem, veš. Tak sem imel problem tudi enkrat pri, kaj tale, no, en mi v glavo šel, Outsider, no. Košak, ista fora, pa pri pohorski komediji, ne čisto gledal, no, veš, ki mi ni bila všeč, pa so vsi ljudje tam, ki delajo moji dobri prijatelji. Ja. In sem jih poklical, sem rekel, fantje, jaz bom to pošinfo, pizdo, ja, lej, isto, pa če tak misliš, ne, ja, pa sem rekel, lej, ampak ampak Vinči, naš pokojni, ne, mi je pa zameril, sem takrat bil zelo nasram do Vampira z Gorjancev in mi ni to odpustil do konca, je rekel, da mu grem na kurac, da sem jaz takrat ga to opisal, ampak kurba, če sem rekel, či si res, sem rekel, poker mi je bil všeč, kurba, ted vampir pa pizda ne, ampak se normalno, če nekdo šimfa tvoje delo, da ga ne bo zdaj glih mende povabil v svoj novi film, ampak boš rekel, jebi se, ne, ampak
pizda. Ne vem, Jaz sem imel pa srečo, no, da mi je bilo všeč. Se meni zdi čisto normalno. No, bi ti prišel v moj podcast, če bi ti šimfal vse, kar delaš. Valjda. Bi prišel. Valjda, da bi Bi rekel, kot ta kurac, skurba pluva, Ne, po meni ne sem pa bi. njegov podcast našel, pizda. Ne, pač sem Ja. že prej rekel, meni se ne zdi to, da mora biti. Pač ni vse za vsakega. To je tudi res, ne. A veš, ne, mislim, ja, vidim, da si moj fan. Mislim, ja, kaj ne rečem. No, no in ta Valburga, ne, če se še tu mičkeno ustavimo pri njej, no, lej, dobra ekipa, vse ono drugo, ne, ste to delali, tu si res, bom rekel, si dal, si rekel, sem pa res naredil mogoče to, kar bi rad, si imel več denarja, kot pri Idili, predvidevam. Ne, nisi imel zgleda, kot si imel ful To več. smo čisti svojega. To je v Pizda. bistvu gverilski film. Zgleda pa, kot da ni, veš. Ja, takrat smo imeli že malo več te opreme, Aha. svojih, to smo vse svojo opremo naredili. Pa, v bistvu film je posnet v 13 dneh. Pizda. Ne, Jaz mislim, pa, tako. da si ti to vzel Ne, cajta, je pa- pa ne. To je, bil v bistvu, Pizda. to je bila v bistvu frustracija, glede zato, ker niso dali keša z metodo. a ne. Aha. In pa je bilo treba pač vajda nam, zdaj samo komercialna jajca se skozi delala, treba pač film narediti in je bil pač spet to neki, in si rekel, če vajda, pač to jaz obladam, ta Ja. slasher Ja. debilano, mislim to slasher komedijo. Hotel sem se tudi v bistvu norca delati iz samega slasherja, od teh, ker noto vsi nastopajo, in vampiri, in volkodlaki, in satanisti, in porno, Ja, in, ja. in sport, bili Evo. torbica, in Ja. vse je noter na miksan. Ker naprimer vidim, kaj sem, ker sem pa kakšne recenzije stojine bral, eni tega niso opazili, ampak velika večina je bila pa to, jim je bilo pa najboljše. V bistvu, da pa končno en, ki se lahko malo tudi norca in samega sebe dela. Ja. Ker v bistvu, a veš, in pa je bilo treba tudi tako malo porazdeliti, ne. Ker v bistvu je imel pa še zmeraj to malo, bom rekel, neko socialno noto, pač da Slovenija se razprodaja, pa vse te fore. Pa kdo bo, a veš, kaj bojo Francozi? Francozi bojo vampirje, ne, ker so bolj fini, pa to pa so vlažili v kodlake, ker je bil pač fora na to, kaj že ta Twilight saga, pa, Ja. pa ta drug vampirski, no, ki je ta v temu ledru, Underworld. Ja, ko je že ko ženska, misliš, Ja, tako Kate Beckinsale. tako, ne. tako, Ja, ja. tako, no. Je bil pač joke iz tega, ne. Pol ne vem, kdo bo drug porniče snemal, kot Rusi, a ne. A veš, kdo bo drug satanist, kot Skandinavci. Ja. In a veš, kdo bo bil pač unke najbolj bublast, pa ne ve, za kva se gre, pač Švabi. In pa ne, pa pač najbolj pokvarjeni so pa kdo? Slovenci, ne, ki hoče pa v bistvu vse nategant. Ne, in Ja. je bil ta joke, no, pač, pa takrat smo imeli še tega Šveda, zares Šveda, ki igra Šveda, ki je neka ta black metal zvezda in on je bil takrat pač dobro smo se razumeli, rekel, kaj jaz sem bil dosti znan v tej sceni, če bi se igral v tem filmu, bo zihar več pozornosti dobil. Ja. Kar je bilo dejansko tudi res. Ne. No, pa skočira, z Bigfoot mame si. No, in pa sem pa tako začel Ja. tudi razmišljati, sem rekel, pa dajmo pa še koga, ne, in pa skočir, tako poznam že cel Ja. življenje skoraj, no, in sem ga vprašal, pač tako me te prvi bil gledal, kaj je s tabo, ne, sem rekel, pa ne, kaj pizda. No, pač da bo pozornost zbujala, ne, kako je voda, bom, ni problema, Ja, ne. ja. A veš, in tako, no, pa je bilo to, Jonasa sem rečemo uhvatil tako, ko sem ga gledal tam v studiu, je imel neko fotkanje za neko drugo stvar, sem tam glih nekaj z računalnikom delal in sem gledal, sem rekel, fakle ga Jonas, pizda, mogoče bi pa njega tudi to zanimalo. Ja. Rekel, ja, valjda me zanima, zakaj pa ne, mislim, tako. Pač denarja itak nisem imel nobenega. Pizda. Daj mi reči, koliko more v kinu slovenski film narediti, da povrne denar? Koliko gledalcev moraš narediti? Ja, odvisno, koliko vložiš, a ne. Ja. Ker pol ti kino pobere, ne? Ne, okay. Ti dobiš, rečemo, produkcija, če predili, kot mislim, da je bila, ko je že bilo, mislim, da je bilo 6 evrov ali 5 evrov je bilo vstopnina, mi smo pa 1 evro dobili. Od karte. Ja, tako na Ni koncu. 50-50. Kje? Ne mislim, veš kaj, ker gledam tako te ameriške, kot se spoznam jaz, no, ne, tako sem ti prej rekel, 200 milijonov film stane, če film zasluži 300 milijonov, Ja. je to minus, ker ti polovico vzame kino, torej 150 je zaslužka, 200 si dal, torej si še 50 v minusu. Ne. Ja, mislim, to je spet drugače, Ja. ker te večje distributerji pa te večje produkcije drugačne pogoje postavljajo. Aha. Ker si en mali tam, a ne, Ja, se pravi, nam so dali kva, 1/6. 1/6 od dobička. Ja, Pa si en kurac zaslužil.
Ja. Ja. Ne, več, mislim, dobiš pol, mislim, to je zakomplicirano. Zato, ker pol imamo mi, rečemo to iPo, pri nas, ki je nek ta Sazas filmski, ampak ta iPo ni povezana z ostalimi temi združenji po svetu. In jaz rečemo od tantjem, nisem dobil nič, zero. Ker mi je takrat, rečemo, sales agent rekel, ker kaj sem kdaj prodal film, rečemo, za malo cnej, naprimer, kaj sem ga v Indijo zdelo, rekel, ne vem, veš, sem sam kao 3 ure pa pol vzel, rekel, lej, delam tu 15 let, to je drug film, ki sem ga v Indijo prodal in rekel, tudi če bi rekel 500 evrov, bi mi prodal za 500 evrov. Ja. Veš. Ampak mi je rekel, ne skrb, v njih je skoraj milijarda, boš ful dobil tantjem. Ja. Da danes nisem dobil nič. Ja, veš, noben ni nič dobil, pa tudi igralci, pa noben, a veš, ko vsak je upravičen. Zato, ker imamo pač tukaj neurejene stvari. Pa ne zdaj, da bi zdaj zvenel kot nek pogotnež, da sem ne vem kva hotel, pa to, daleč od tega. Ampak tako, če ostali dobivajo to, zakaj ne bi pa tudi mi, a ne? A veš, in koncev, zakaj ne bi, ne vem, in Jonas in Tanja Ribič in, ne vem, Zada in Cimprič in vsi, ki so igrali v filmu in sodelovali, ki so bili pač kotatorji, pač dobili nekaj, ne. A veš, in to si pa rečeš, ne vem, vidiš pol film, kaj sem, na YouTubeu, pa ima tam, ne vem, prek 500 000 ogledov, prečeš, pa ajde, dajte nam 10 centov do vsakega ogleda, a veš. Ne? Pač njim, zdaj se to kao neki ureja. Ne? A veš, in pol, ne vem, jaz tukaj pol sem zmeri problematičen, ne? Ko pa pravim, ja, zdaj pa boste uredili, da bomo za nazaj dobili, ne? Pa mi nekaj čudno gledajo, ja, mislim, nekdo je to plačal takrat, ne, kje je ta denar, zdaj, mislim, kdo ga je vzel, a veš, kam je šel, ne, mislim, a veš, to je fora, se pravi, pa res nisem pogoten na denar, ampak če se že daje, naj se da pošteno, ne. Ne me pa pol prodajati nekih bučk tam. To se pa je, takle, ko te tako poslušam, ne veš, to je pol, gledalci dragi, ne, zato pol slovenski režiser ne snema filmov kot po tekočem traku, ne, ker se take stvari dogodijo, pol pa zapletajo, veš, ne. No, imaš recimo, ta dva sem gledal svoj čas, ne vem, Damjan Kozole, pa Metod Pevec, ta dva sta jih pa štepala na obdobje skoraj vsako leto. Samo oni delajo drugačne filme. Sta imela srečo, ne, Oni delajo drugačne filme, a veš, kateri razpisi pri nas, ki so narejeni, kjer se pač financirajo filmi, so pač tudi malo pisani na kožo določenih produkcij. Rečemo, za tako produkcijo, kot je naša, ni veliko posluha. Ja, sam jaz sem se pač nisem dal in sem pač težil. In ne, ker sem pač videl, če mi je pol fora, a ne. Kje nekdo dobiva točke, jaz pa ne, a ne. Zato, ker je pač so neke stvari uvrednotene, ne vem, za festivale, kot so naprimer, ne vem, Karlovi Vari, in se to šteje kot A-festival, ne. Kar pa v resnici ni, a ne. A veš, in naprimer jaz, ker sem imel pa filme, rečemo, na Sidžetu, ki je dejansko A-festival, ki je pač tudi priznan iz vse te celotne organizacije, ki to postavlja. Se pa ne šteje, ne. In jaz sem se mogel fajtati s tem, ne. Razumeš, in tukaj so pa te stvari, ne, in je pol rečeš, tako, pa ne zdaj, da jaz hočem nekomu zdaj vzele skakati, sam spet isto, če se deli, ne se deli pač pošteno, ne. In tukaj so bili kar problemi, no, ampak to je, če začneš s tem, in v bistvu koncev, veš, tudi slovenski film je bil v zadnjih, ne vem, 20 let zelo posvečen tej socialni drami in se pač ciljali na to tržišče in na te festivale neke, ne. A veš, pa smo se pa začeli počasi pojavljati ljudje, ki smo začeli nekaj drugega delati in noben ni pripravil terena tam za nas in si ga moraš pač sam. Ne. In zdaj naprej, ne, dobro, zdaj imaš v planu, da bi Tropca dokončal, če bo šlo, kaj pa naprej? Kaj lahko pričakujemo, zdaj kak film? Imaš nekaj v planu? Kurentovo luno, ne. Kurentovo luno, to je še kratki film naredil najprej. Ja, to je bil teaser. Ja, pa to snema zdaj že? Ne, to bomo snemali naslednje let januarja. Ja. To smo že dobili. Imam kako vlogo not zdaj, ali ne, v pizdu mater, zato sem tu, kurva, ne se zdaj smejati, zdaj pa smej, ker pa treba, kurva, na mizo, pa se pa smejiš, pizda. Ker pa Tropcu mi je jasno, zakaj nimam vloge, ker nimam koga tam igrati, koga ne igram. Še tale moj prijatelj Primož But, ne, ki by the way, ne, če si kaj gledal njegovih kratkih filmov, dobre stvari dela. V enem sem še jaz igral nekega Jehovovo pričo o tem novem, vse najboljše Maja, ti si mu dal neko vlogico, noter je igral v... To sem pol videl, ja, on je pa še prek audicije, ker mi smo sami delali tudi audicijo, ne. No, jaz sem videl, da nimam kaj igrati v Tropcu noter, ker ni bilo za mene vloge nobene. Trupla ne morem imeti, ker ženske ubijo, ne. Drugo
si podelal, ampak naprej me zanima, imaš kaj za mene, pizda, kako rolo, kje me vidiš, kje smo tu, pizda. Ti si preveč koki. Pa da mi tako vlogo. Nimam. Da mi vlogo nekega Elvisa, pizda, ko ga prefukajo, pola kaj, vinilko not med noge zarije, nekdo ne vem. No, lej, bom razmislil, ker nimamo še dejansko. Se lahko umirim tudi, jaz se umirim tudi, če hočeš. Ne. To igralci se umirimo lahko. Se pravi, preveč si koki, preveč imaš ta attitude. Ja ne, tako to je. Pač, veš, je pa tako vlogo mi dej. Ja, pač nimam tega, ne. Sorry. Sprav kurac. Ne, tu bomo snemali zdaj drugo leto januar. To že imaš odobreno, da boš... Aha, bravo. To v bistvu zdaj sem bil glih v Pragi, na enem temu koproducentskem forumu, ki pač iščemo še nekega tujega koproducenta, bi še rabili, pa zdaj grem v Udine, naslednji teden še za par dni, tako, pač rabimo še neki, ta film je mečken dražji, mislim, ne moramo ga narediti na tak način, pa tudi ne bi ga rad delal pod pritiskom nekih dni. Pač rad bi, pa vizualno je ful bogat, v bistvu je povezanje z staroslovansko mitologijo in ima zelo velik, pač malo dražji film. No? Tako. No, ker ta tvoj prvi film, ki sem ga jaz gledal, kratki, kaj ta Veriga usodel, mesa. Ja. No? Ta je bil prav tak po Herschen Gordonu Lewisu, temu, ko je imel ta Blood Fist. Tako, sem ga spoznal v živo. Resno? Ja. Pred leti sem bil na festivalu v Belgiji. Prav zaradi njega sem se... Ta je bil tudi nor. On je bil takrat star že čez 80. Pa si mu verjel, da ni res to, kar je tam si gledal v filmih, da so samo efekti, to si mu verjel, pizda, jaz mu nisem. Se pravim, je bil tam gospod, je povedal, sem se rekel tako res, kva ta govori, star je bil pa takrat že čez 80, sem rekel, če me takole pri 80-ih take stvari govoril, pa s tak način, pol vem, da je life bil good. Ampak res, ker sem bil čist fasciniran na tem, pa rečemo tisti filmi, to je meni bolj smešen, no, a veš, sploh če gledaš v tej nekaj, veš, to so v bistvu bili še bolj gledališki filmi. Vse je sterilno, vse v pizdo materno. 2D. Sam je pa za tiste cajte, da je to posnel take efekte, da zgleda, kot da je res to, pizda koliko. Je pa vsebina tiste, ki je mečkan... Ali pa ta, če se spomniš, ta Kanibal Ferox, pa Kanibal Holocaust, ko so ga pa tudi tožili. To so pa Italijani. Ni bil ta na Grossmanu tudi gost, režiser? Dario, a je to Bava? Ne. Ne vem, mešam te... Aha, mislim, da je bil. No, to tudi so ga pol obtožili, da je res ubijo te opice, pa glave, tako ne bi rekel, da ne, da se je zgovarjal nekaj. Eni so malo mejni, eni so malo mejni, čisto tako bom rekel. Ta rečemo tudi ene par teh anekdot, ki jih je povedal, sam so bile zato, ker je bilo čip, je rekel, glih tak, ko so snemali tega Blood Fist in ko on jezik ven spul, in pa če rekel, da ni bilo takrat te protetike, pa vse potem smo kupili nek svinski jezik, in pa smo pač snemali v temu nekemu motelu, kjer pač smo vzeli najbolj pocen sobo, kar pomeni, da ni bilo hladilnika, in to smo mi snemali v Kaliforniji, pa on jezik se tam pajcal cel dan in pa je končno ta scena prišla in so kao, ko so začeli, ki je mogla v igralka, da ti se jezik usta, je pač kozlala, ne. In rekel, sam snemi. Ampak, pač drugi časi so bili, no. Se pravim, tudi film je takrat, veš, če je bil lahko John Wayne zvezdnik, ker danes ni šans, da je lahko... Ja, to so drugi časi, Ja, in je pač se drugače to delalo, no. A veš, in tudi so bili, a veš, ne vem, mogoče si kdaj gledal ta film zelo dober, The Fall, ki govori o teh kaskaderjih iz nemih filmov, še iz časov Hollywoodov. Zelo dober film, no. In pa to, ki je v bistvu kombinacija filma, fantazije, stop motion animacije, pa teh dokumentarnih posnetkov. Veš, ki se prvo rečeš, kako so oni to snemali, ne. Ampak to razlaga pač seveda eden, ki je pač iz tega snemanja padel tam iz 10 metrov lotre in ne bo nikoli več hodil. In pol to govorjenje... Šlo je zares, ne? Ja, šlo je zares, ne. A veš, ali pa isto v temu Babylonu, ne, če zgledal... Ja, vrhunski film. Tam, ko je uno bitko prizorijo, ki jih sam na nosilih nosijo, pač tam so se zares zmlatili, ne. Pač
drugače je funkcioniralo to. No, No, pa se spomnim se pizda tega, ki je lep film, pravljica, Čarovnik iz Oza. No. Če si prebral, kaj si s tem maskam blok, ko Tako, smo imeli gor, ne. ko so se vsi zastrupili, pizda. Tako, Unka so ga prebarvali s Je tisto, benti, zato, ker ne. niso Vidiš, poznali, ne. Ali pa se tudi kaj je Monster from Black Lagoon. Ja, Ne, on je Pošast na umrl Laguni, ja. tam, No, ne, vidiš. pač zato, ker koža ni dihala, ker niso znali, ker niso vedeli, veš, in to Vidiš, so pizda materno. neke te, veš, in danes je to vse ful drugače funkcionira, vse boljš, hvala Bogu. Ne. Tomaž Gorkič, to še vprašam, predno bova zaključila počasi, ne, privaci, kaj si, tu tak zajebanc, tak nergač, si, znaš biti tudi romantičen, zaljubljen, recimo, ne vem, bi peljal dekle gledati kakšno romantično zgodbo, kakšen koncert Jana Plestenjaka, recimo, ali ti bi to si dal žile rezati prej. Mislim, da Ja, moje partnerke tudi niso take ponavadi. A več jih imaš partnerk? Ne, aha, imaš jih več? bivše. A, bivše. Ne, zdaj sem samski bravo. trenutno, že 1-2 let. Viš, pa zdaj si nergač, zdaj si pravi nergač. Ne vem, zdaj mislim, da sem bil prej bolj. No. Si bil bolj. Ampak ponavadi moje partnerke niso bili take, da bi šli na koncert Jana Plestenjaka. Si izbral sebi podobno. Ne, kaj? mislim, seveda, vse tako to gre. Ja. Pač, ljudje, ki smo si nekako podobni, smo pa tudi bolj kompatibilni. Tako da, Kak si privat, si ne tečen? vem, to nisem jaz, ne znam jaz to odgovoriti. Ja. To kdo drug lahko to pove. Ne vem. Ne Pač veš. normalen. Normalen. Ne vem, pač jaz živim v normalnem stanovanju, normalno hodim v trgovino, tako kot vsi ostali, normalno plačujem položnice, ne vem, normalno grem kdaj na sprehod v naravo. Imel sem Slušajte, vidite. psa, dva, ne vem, več njih. Ja, no, evo ga. Ne vem, pač sosedovi mački me imajo rajšk lastnico svojo, tako da, ne vem, jaz mislim, da se čisto Nekaj normalno. določeni režiserji, tako, ko so snemali nore filme, so tudi sami bili nori, ne, so bili odštekani. So, recimo tale spomnim se Eda Wooda, ne, ko je tista Angora polovre oboževal tudi privatno, ne, pa ga je sral tako ali drugače. Ne. Ti pa po mojem nisi tak, kot Ne, jaz imam reči, da so ustene jakne. to Ja, imam ja, rad. to, ko si frajer, imam. pač, ja, po Marlon Brandu, divjaka. vedno. Ne, ustena jakna gre čez vse. A ne, in v bistvu pač jo pa sam obrišeš, pa To je res, ne. spet nova. Tomaž Gorkič, kaj bi sporočil najnim gledalcem, kaj pametnega, kaj prelomnega, glede filmov, mogoče, no, a jih narobe gledajo, ali narobe zbirajo, bi morali mogoče več časa si vzeti za nekaj, kar ni tisti klasični mainstream, superhero film in tako naprej. Kje smo tu, kaj bi mogoče položil na srce, no, ali ne? Pač ne raziskujejo v življenju, Ja. ne verjamejo sami vase, ne razmišljajo predvsem svojo glavo, predvsem ne preveč ozirajo na to, kaj drugi pravijo, pa kaj drugim všeč, ker sam tako bojo v bistvu najdel tiste stvari, ki se jim zares všeč. Ker če ti bo skozi nekdo govoril, kaj je dobro, pač nikoli ne boš najdel tistega, kar ti je To dobro. pa drži. Ne? In rubrika moja, ne, ki jo imam ponavadi ob koncu, ampak tebi bom dal možnost samo za eno vprašanje, ne za tri, ne, ker vem, da si nor. Dovolite me vprašaš eno vprašanje, zato bo prelomno, upam, da bo prelomno, monumentalno vprašanje, vprašanje vseh vprašanj, ne, zdaj ga imaš na razpolago. Ostali gosti imajo tri, ti imaš pa samo eno. Ne. Izvoli. Aha, koliko cajta misliš, da boš poročen? Je do smrti, pizda. Se zabavati. Če sem se pa 51 poročil, je pa menda zelo logično, da bo to zdaj zavedno. Če ne, pa sem res fokjen, pizda. No, mislim pa ne vem, no. Veš, kaj mislim, ne? Ne vem. No, če bi se poročil kot mulček, ok, bi razumel, da eksperimentiramo. Če sem se pa pri 51 kot stari prde sporočil, in to zelo hitro, ne? In kaj je moja teorija, ne vem, če to veš, ne? Da ne se čez 10 let poročiti, ko se poliže med, ko je to neka navada, no pa dajmo se že malo poročiti. Ne. Ti se poroči v žaru strasti, ko je to neki kul. To sem zdaj naredil, pizda. No, zato se te pa to vpraša. Ja, jaz mislim, da bo to zavedno. Okay. Ti javim. Dobro, mislim, da bomo to izvedeli vsi. Ja, verjetno res. Verjetno, čeprav sem en mesec skrival, veš to veš, da sem en mesec skrival, to dejstvo. To se zdaj enkrat opazil, da Ja, se poročal. en mesec, pazi, jaz sem se poročil že 21. marca in en mesec nisem to nikjer objavil, skoraj da je samo najno, še mama ni vedela en cajt. No. In kar je za mene, ko veš, da veliko objavljam, je bil velik čudež. Ne. Ampak glej, zdaj pa sem objavil, zdaj pa cel svet ve. Ne.
Dobro. To. Nič, dame in gospodje, to je bil Tomaž Gorkič. Jaz upam, da ste uživali v tem izčrpnem filmskem in tudi drugačnem pogovoru. Tomaž, kaj ne rečem, ne? Bilo mi je v izjemno čast, ker obožujem film, tudi tvoje filme, kot si zagotovil, pa se to že veš, pisa, da imam rad tvoje filme in tvoje delo. In me veseli, da se lahko vsedem dejansko z režiserjem in se z njim pomenim v moji temi, mojih stvareh in hvala ti, kaj ne rečem. Hvala lepa. Ja, pa vlogo mi dej. Srečno. Ne srečno, vlogo mi dej. Nekega koki, nekega gejskega koki. A nisi gej, no. A ja, Sploh kakšnega geja. Pa sem igral. A ja, ne. Sploh kakšnega geja v lifeu poznaš. Veš, da? Ja, Igor Jelen je moj prijatelj s Celja. Igor Jelen je moj prijatelj s Celja. Da bi lahko bil gej. Pa igral bi ga, pizda. Pa sem glumac, kurba. Ne, nisem, ne vem. No, pomide pa mene ne igram, ali kaj je. Kurac, no, evo. Da nim podcast z njim, pa še vse nimam vloge. Ne? Nič, treba bo v vrste se postaviti pa čakati. Ne? Ja. Tomaž, hvala ti. Hvala tebi. Čau. Dame in gospodje, še dodatek snemamo zraven. Ne? Evo, le, kam je dal Tomaž, mi je dal special DVD, ne? The Course of Walburga in še eno ful dobro, evo, pa sem ga že sfukal, ne? Bravo, pa eno ful dobro majčko. Eno ful dobro majčko je rekel, le, ker si tako lepo v meni govoril, ti moram to dati, ne? Kaj imaš pa tole, Tomaž, kaj pa to, pizda, kaj imaš to? Iz filma ven, ne? Ja, to je iz filma, pregledaj pa orože, da so originali. Se pravi, to je kaj, Walburga, soba tega filma je to, da? Ne, to so v bistvu rekviziti iz raznih filmov. Svaka čast. Poglej, kaj pa je to neka čudna maska tam, pizda, kaj imaš to neki? To imaš pa za privat, ne? Ne. Dost pa samski pizda, ne? Tomaž, hvala ti še enkrat lepa za te darilček, pa tole, ta sobi, zdaj res fajn, da smo malo še pokazali, no? Se mi dobro zdi, zdaj pa zaključujemo res, ajde, držite se.